ker pač ti si tek mali proti, ne vem, neki naravi, da si sploh misliti ne moreš. Pa najbolj adrenalinski čas, zaradi tega, ker sem pač prvič, bom rekel, v življenju doživel to res, bom rekel, ameriško moč nevihte. Tam je drevese rušilo, a veš, moraš res pametno pol odreagirati, ne. Največji problem je to razložiti svojim bližnjima, ne, ki te poznajo. Ti moraš vedeti, da še pri nas v naši skupini, ko nas je 10 do 12, vsi ne strinjamo, a bo rečemo danes dež, pa kje bo danes dež, ker dejansko smo šli lasi gor pa zapreskatali, tak. Dežnik sem vrgel, ni bil glih lušen feeling. Kaj ti misliš, kakšno bo vreme, če pogledaš to? Ne, meni je to res strast. Surove uradnosti. Ne bo. Ne. Saj to. Ker sem mislil, preko si razlagal za tele kamere pa to. Kako si pa, kaj že, kako si pa ti izbiral to, mislim, da si prav izbral. Kje sem začel? Ne, mislim pač kamere, no, ko si prej razlagal, a ne. Z fotoaparata, ne? Ja, sam s telefoni ali... Jaz na začetku sem začel s telefoni, preden sem kupil, a ne, fotoaparaciji. Pa sem gledal za to, da je pač kamera, da se da ročno že nastavljati, se pravi, da imaš pro funkcijo gor na telefonu, da lahko ISO nastaviš, a ne. Pa druge nastavitve še ročno, kakor toliko. Pa sem pa gledal, kaj je takrat bilo na trgu, ne vem, to je že 10 let nazaj sigurno. Pa sem se odločil, to že lahko malo ročno probaš nastaviti, da to še ne gre. Video posnetke bom tudi rabil, če bom hotel kdaj kako strelo posnet, na primer, ne, ko gremo na lov. Pa sem se pa odločil na podlagi tega, ker telefon tudi vzeti za sebe, ne, na začetku. Tako da sem malo pogledal, kdo je tudi proizvajalec, pri Huaweiu sem začel z Leico, ko so imeli za leče prav, ne. Pa sem tudi na Huaweiu še zdaj ostal, kar se telefona tiče, sem bil vedno ful zadovoljen, no. Ja, kaj ima toliko boljšo kamero? Za fotografije, ja, sploh za nočne slike se mi zdi, da je Huawei nekod pred ostalimi teknici, ker dosti svetlobe zavzame senzor, mislim, zajame po noč. Tudi nočne fotografije, rečemo zvezd, pa tega so vedno se mi zdele nekod fascinantne od njih. Ja. Ja, pa si mogel veliko nastavljati noter? Na začetku sploh ne, na začetku sploh pojma nisem imel v fotografiji na splošno, ko sem itak samouk bil. Tako da sem bolj sledil, kar je na internetu pisalo ali pa kaj sem na telefonu, rečemo, sprobal, ko sem imel kakšne bližnjice na fotoaparatu, a ne, za snemanje pa za slike. Pa sem se počasi začel učiti tudi za nastavitve za prav način, a ne, da sem začel sam iskati, kdaj po noči kaj lahko uporabiš, da ni presvetla slika ali pa pretemna pa tako naprej. No, zanimivo. Se pravi, si koliko telefonov si mogel zamenjati? Jih je že kar nekaj bilo, no. Ne vem, zdaj zadnji, ko se spomnim, je bil na začetku še Samsung, pa sem šel pa res na Huawei, no, sem to že res več kot po mojem 10 let nazaj. Tedi so bili Mate serijo, sem imel od Huaweia, se spomnim na začetku, pa sem šel pa na P serijo, no, pri istem telefonu, no. Prej pa Galaxy, kar so bili od Samsunga. No, zanimivo. Mislim, jaz sem čist iPhone fan, no, moram reči. Pač sem okupiran že po moje 15-20 let. Ja, to je, ne vem. Na Windowsih sem po moje malo preveč živcev zgubil. Nekad nisem imel toliko potrpljenja zgleda z fragmentiranjem diska, pa ni da ni, pa skozi mogel tam nekaj formatirati, pa skozi bile nekaj. Tako da sem v bistvu pol, ne vem, pač zadovoljen sem, lahko rečem. Tak, vem, da so boljši produkti na svetu, no, tako ne. Verjamem, da je kaj boljš, a ne. Je pa res, da recimo ta uporabniška izkušnja mi je pa okej, no. V bistvu lahko hitro določene stvari rešujem, pa tako. Ni s telefona na računalnik na telefon, pa tako, veš, kot včasih sem to mogel na cloud gor naložiti, pa iz clouda dol, pa tako, mislim, že 1, 2, 3, ne, tako, relativno hitro. Ampak je pa resno, da tale oprema je tudi v bistvu iz iPhona sestavljena, tako da bomo videli, v bistvu zaenkrat je okej, bomo pa verjetno mogli kako nadgradnjo narediti na čez cajt. No, kar se video posnetkov tiče, meni tako osebno iPhone zakon. Ja? Ja, ne bi ga mogel sicer uporabljati, ker se mi zdi, da sem pa glih kontra skozi na Windows oziroma na Android navajen, ne na iOS. Tako da bi po mojem rabil kakšne par let, da bi se na iPhona navadil. Samo za video posnetke se mi pa zdi, da je pred konkurenco za ostale telefone, no. Kar se tiče stabilizacije posnetkov pa gibanja slike, ko zajameš posnetek pa teh stvari. Mislim, da če si dal veliko teh telefonov čez, pa tako pa uporabo, bolj verjetno si opazil razliko, ne? Nekaj jih je šlo čez. Ti mi povej, kdaj te je v bistvu sploh to začelo zanimati, no?
slikanje, ti si v bistvu Storm Chaser, ne? V bistvu, Tako. ne? To mi je tako, v bistvu smo kolegi, no, prijatelji, no. Mhm. In mi je bilo zmerno to tako fascinantno opazovati pa te poslušati, ne, kako je to izgledalo, pa kaj se je dogajalo, pa taka, ne. Kje si ta passion sploh dobil, no, to mi je tako. Ja, začel se je v bistvu že, ko sem bil otrok, z filmom Twister. Aha. Ne vem, če si gledal kdaj. V bistvu je bil to verjetno Tornado, če sem prav Ja, v spomnim. bistvu tako leta 1996 je šel film Twister, a ne, v Ameriki. Noter v filmu v bistvu poskušajo zmeriti, kaj se dogaja v tornadu, a ne, v središču tornada. Se pravi, želijo pridobiti podatke, kakšen pritisk je, koliko so hitrosti vetra točne, a ne, pa take stvari. In na pot tornada hočejo postaviti eno tako sondo z senzorji, a ne. In v bistvu mene kot otroka, ko sem gledal prvič ta film, je bilo to ono, wow, pač tista narava, pa moč. Mislim, jaz sem bil fasciniran. Pa od takrat naprej sem začel čedalje bolj spremljati nevihte na splošno, pa itak tornade. Začel sem gledati na Discoveryju tudi serijo Storm Chasers, ko je bila takrat predvajana, ko sem še jaz bil pač mlajši dost. Pa sem pa padel čisto not, pa vse oddaje na National Geographicu, vse, kar je bilo možno, pač sem pregledal. Tudi filme, vsi, kar so išli, a ne, za te naravne katastrofe, tudi za potrese, pa vulkane. To me je nekod vedno ful zanimalo. Armageddon, pa take stvari. Ja. Koliko si bil to star? Pa, Mislim, koliko je, veš, letnice so? 5, 10, med 5 pa 10 let, ali pa mogoče 10, ajde. A res? Ja, tu nekje je vmesno. Dobro. Ja. Pa se je pa res začelo, pa sem začel pa tudi sam vsako poletje, ko so bile nevihte, prvo čez okno gledati, ne vem, veter, strele, kako so se, ne vem, približevale, rečemo črni oblaki, na začetku sploh nisem poznal strukturo oblakov, a ne. Vedel sem, da bo dež, vedel sem, da bo nevihta, nisem pa vedel niti iz katere smeri bo prišel, nič praktično. Pa s časom pa se začne to znanje, a ne, pa zanimanje krepiti tudi z znanstveno podlago, a ne, da ugotoviš, zakaj sploh do tega pride, pa spoznaš tudi procese, ki se pri tem dogajajo, a ne. Pa tudi nevarnosti, a ne, ni to zdaj, da boš ti na odprtem nek, pa boš imel telefon v roki, pa boš, ne vem, strele slikal ali pa nekaj, ker pač je nevaren. Moraš v zakup to vzeti, da pač moraš probati iz varne točke to narediti, a ne, kar delaš. Kako pa izgleda varna točka? Ni, v bistvu. Pod drevesom verjetno ne. Ne. Najbolj varna točka ti je res, da si, če že, a ne, če že fotkaš ali pa snemaš, ne vem, nevihte, da si v avtu nekje na odprtem. Seveda, to govorimo, da nisi zdaj na poti tornada ali pa kaj takega, ne. Da je neka normalna, klasična enocelična nevihta, pa da ti, ne vem, snemaš strele ali pa nekaj. Je najboljše, da si v avtu, tam not si varen, zaradi tega, ker dejansko strela ti v avtu ne more nič, veter tudi načeloma, zdaj, če ni neka ful močna supercelična nevihta, ni težava, prav tako ne toča. Tako da jaz bi kar rekel avto, no. Zakaj ti recimo ne more nič v avtu? Zaradi tega, ker če bi strela udarila v avto, si ti noter na varnem, ne bo te streslo, lahko elektroniko skuri, ti si pa dejansko varen tam. Aha. Je to kakšna posebej, mislim, kakšna bolj globja obrazlaga za to? Mislim, da se ji reče, ne vem kako točno, na F, pa redova kletka, nekaj takega. Mogo bi pogledati. Točno ime sem pozabil zdaj. Ja, razumem. Ampak ja, to je pač znanstveno dokazano, da pač si lahko na varnem, mislim, da zaradi tega, ker si dvigen tudi na 4 kolesih si, a ne, in si v bistvu izoliran, ne moreš imeti stika z elektriko. Razen da bi imel, rečemo, moker v avtu, da bi prej imel okno odprte, pa da bi se držal, ne vem, nekega kovinskega predmeta, pa da bi direkt v tvoj avto ali pa neposredno bližino, da bi udarila strela, a ne. Takrat pa, če bi se ti, ne vem, držal res nekega kovinskega predmeta ali pa kaj takega, a ne, takrat bi pa dejansko lahko bil ogrožen. Ne zdaj tako, da bi bil zunaj, sam lahko bi dobil po mojem kako opeklino ali pa kaj takega. Okej. Ampak recimo, kako pa potem slikaš? Moraš imeti okno odprto, a ne? Sej, jaz to sem zdaj rekel, kako je najbolj varno, ne. Drugač jaz bom rekel, da tvegam, pa pač grem ven, a ne, zaradi tega, ker iz avta je logično, da ti ne moreš narediti dobre fotografije, ne. Tako da moraš vedno iskati, ne vem, res, tako si ti rekel, a ne, da nisi pod drevesom, da si, ne vem, vedno ti pred nevihto, ob nevihti, na neki varni razdalji. Nikoli ne moreš ti to delati v nevihti. Se pravi, tebi je vedno cilj, ko slikaš
te strukture oblakov ali pa strele ali pa karkoli je s tem povezano, ne, da pametno premisliš, kje se boš pozicioniral, da najdeš tudi neko dobro kompozicijo, se pravi, da nimaš zdaj tam zaprt pogled, pa imaš neke stavbe, a ne, ali pa kakšne drevese, pa to vedno iščeš, da imaš pogled na te strukture oblakov ali pa na strele, a ne vem, ali pa morje, če si v morju zraven. Vedno iščeš, se pravi, tako odprto lokacijo z odprtim pogledom, a ne na nebo, pa na pokrajino. Zraven pa gledaš, da nisi res ob nekim večjim drevesom ali pa, ne vem, telegraf štango ali pa kaj takega, ne. Se pravi, se probaš pozicionirati tako, da nisi, rečemo, najvišja točka, taj, ko rade strele udarijo, na primer, ne. Se pravi, hribi. Ja, sam spet na hribih si spet bolj izpostavljen za strele, na primer, ne. Dostikrat slikamo tudi iz hribov, zato da si dvigen, da vidiš ti pokrajino, da vidiš ti, ne vem, pod sabo mesto ali pa bom rekel neko plažo ali pa morje, a ne. Sam spet si malenkost bolj lahko načeloma izpostavljen. Čeprav, kar jaz mislim, je to, da strela vedno najde neko pot do tal, pa ne rabi biti to najvišja točka, a ne. Se pravi, strela udari zaradi pozitivnega pa negativnega naboja, a ne. Zdaj pa, če si ti v tisti coni, se pravi, si že izpostavljen. Lasje ti grejo pokonci, čuti se lahko presketanje. A to v bistvu že prej začutiš? Lahko, ni nujno. Pri najmočnejših udarih strel, ki so pozitivni udari, mislim, da se to ne čuti tako fejst, lahko pač zato pravi slovenski pregovor, kot strela iz jasnega, da udari, a ne. Se pa v določenih primerih, no, sam sem že bil enkrat v takem primeru, da sem imel ob udaru strele presketanje lasov, pa da so mi šli lasje gor. In takrat veš, da je treba na varno. Aha, se pravi, ob udaru strele ali preden je udarila? Tu je bilo, preden je udarila. Koliko je bilo to razmika časa? Sekunda, 2. Ja, potem je pa v bistvu šlo za CC strelo, po angleško je to cloud to cloud strela, ki se v bistvu gre med oblaki, ne udari v tla, ampak je v bistvu bila je taka nizka oblačnost, da ko je strela potovala nad nami, je izgleda, da pač se vseeno čutil tisti, ne vem, presket, ali kako bi rekel, ker je dejansko so mi šli lasje gor pa zapresketali, tako. Dežnik sem vrgel, ni bil glih lušen feeling, no. Pol je pa za nami šla v CG strelo, pač cloud to ground, se pravi, da je udarila pa potem v zemljo, a ne, oziroma v neko točko, da ni več med oblaki bila. Pa dokaj blizu, jaz bi rekel tam, ne vem, 500 metrov, slabe pol kilometra za nami. Ampak je v bistvu obstaja velika verjetnost, da recimo preudari v človeka ali v neko predmet ali pa stvar ali pa nekaj, se pravi, kaj v bistvu bolj privlači strelo? Jaz bi rekel, ja, da je večja verjetnost, da bo udarila v neko drevo ali pa steber ali pa ograjo ali pa ne vem, karkoli je tam zraven, ko pa da bi direktno v tebe udarila. Ne vem, tudi sam sem že dosti bral o tem nekih primerov, da bi direktno v ljudi strela udarila, a ne. So primeri, vsakoletno so primeri na svetu, a ne, ampak se je to tak mali procent, da je, mislim, da brezpredmetno, da bi mislili, da si ti bolj izpostavljen kot človek, ko pa neki drugi, ne vem, tudi v hribih bo prej v neko skalo zraven tebe udaril, ko pa direktno od tebe, a ne. Ti si samo v tisti bližini, pa dobiš potem tisti stranski vod, se pravi, če si kdaj videl moje slike strele, tisti pač, ko so taki laseki zraven, ob streli. No, ti so stranski vodi streli in ponovadi je to tisto, kar zadene ljudi. Ne direktni tisti glavni vod. Ker če bi te tisti direktni glavni vod zadev, načeloma jaz mislim, da nimaš šans, da preživiš. Ker imaš ogromno primerov, mislim, da 9 od 10 primerov imaš, ko dejansko ljudje preživijo ob udaru strele, ne. Ja, to sem tudi zasledil. Ja, ker mislim, da gre vedno tu za, da ni pač direktni udar v človeka, ampak da gre za neposredni v bližini udar od strele. Ampak kaj pa boljš takrat, se pravi, da si bos ali da nisi bos? Ja, jaz bi rekel, da če si obut v neke gumijaste, kaj jaz vem, čevlje, bi bilo fajn, da ne prevajaš glih elektrike, ne. Sam zdaj, če strela udari, pa si ti na dežju, se pravi zunaj, ne, si že takoj moker, pa tudi če bo v neko fejst bližino udarila, si lahko ti, mislim, čutiš lahko elektriko od udara zaradi tega, ker se po zemlji, a ne, tisti vod od strele, rečemo, razpelja oziroma tok. Tako da tu je to nevarnost, ne, zato, ampak ja, po mojem je najboljše, da če si že ujet, a ne, v nevihti nekje zunaj sred poletja, da počepneš, da si najmanjša točka, dejansko, da čepiš, pa da imaš noge čim bolj skupaj, po mojem, da si najmanjši, pa da čim prej, tudi če v bližino tebe, da elektrika čim prej steče čez tebe, ne. Drugače pa najboljše poiskati nekje neko streho nad glavo, prav res kako kočico ali pa kaj takega, ne.
ker je zelo mala verjetnost, da bo tja noter direktno udarila. Ne. Običajno ti koče ima že svoj strelovod, pa vse te stvari. Ne? Ponavadi to imajo, mislim, že. zdaj mislim, da že vsaka gradnja mora celo imeti strelovodno. Zato si dejansko tam bolj zaščiten, ne, če najdeš. Če ne pa ja, nikoli pod drevo, pa nikoli na neke više točke, a ne, vedno nekam se daš, da si čim manjša točka, pa počepneš, pa počakaš, da gre mimo. Ne. Ja, v bistvu zaštartala smo uranko v detajle, pa v to, kar mi je ful všeč. No. To je super. Ne, sej v bistvu, verjetno bomo malo skakala, sem pa tja. Ja, ni panik. Zato je, ker imam ful veliko nekih vprašanj, takih in drugačnih. Jaz sem te doskrat klical, ko sem potreboval kak nasvet, kako organizacijo spelata, ne, ampak me recimo tudi še bolj zanima to, ko si začel, recimo, kaj si bil recimo najprej pozorna, ne? Se pravi taka, ne? Se pravi, kaj ti je najprej pritegnalo pozornost, pa kdaj si v bistvu začel delati prve fotografije, da te je v bistvu to pol bolj začel zanimati, se pravi, ujet v kader nekaj, a ne? Kar je bilo v bistvu vsakič unikatno, a ne? Ja, v bistvu s časom sem opazil, da s telefonom ne morem več narediti nekih pač kvalitetnih res slik, pa tudi videoposnetkov, kar sem jaz gledal, rečemo po oddajah, tako sem prej rekel na Discoveryju, ali pa ko sem začel spremljati sploh ameriški community, bom rekel, teh Storm Chaserjev, a ne, pa te fotografije, ko sem daj na kakih natečajih videl, pa to, sem si rekel pač tudi sam pri sebi, mene to res tako žene, mene to res tako zanima, da bi pa zdaj rad šel pač stopničko višje, a ne, da bi pa zdaj jaz rad imel pač opremo, rad bi imel fotoaparat, pa dejansko začel fotografirati to res neko v detajle, čim lepše, a ne. To mislim, da je bilo okoli leta 2019. Takrat sem kupil prvi fotoaparat svoj, Nikon D7200, pa objektiv. Takrat sem vprašal zdaj prijatelja mojega, ki je bil takrat urednik na neurju.si, spletni portal, a ne, kakšen objektiv mi priporoča tudi za fotoaparat, za lovljenje nevihta, ne. Priporočil mi je za začetek takrat eno Tokino, širokokotni 11-20 mm objektiv, ki ga še zdaj tudi uporabljam. Pa sem pa tu začel, pa se je pa začelo počasi, sem se tudi pridružil potem tisti ekipi na neurju.si. Zdaj smo Meteo Info Slovenija, a ne, neurje.si še vedno sicer obstaja, ampak pač del ekipe je šel za sebe, pač smo se nekako odcepili. Imamo zdaj svoj portal, tu nas pol tudi lahko ljudje spremljajo po Facebooku, pa na naši spletni strani. Zdaj počasi se pripravlja tudi, da bomo mogoče še malo bolj zaživeli, kot pa do zdaj, a ne. Tu sem pa pol res začel tisto poglabljati se, a ne, v fotografijo. Tu sem dobil pol res veselje, pa tu so se začeli moji prvi daljši storm chasei, ne samo tukaj, rečemo, po Celjski kotlini, bom rekel, ne, pa tu okoli svojega doma, tu, kjer sem prej živel. Pa sem šel zraven njih prvič, rečemo, na Madžarsko, pa prvič na Hrvaško. Pa sem pa videl tudi. Koliko vas je v skupini? Nas je približno med 10 pa 12 članov zdaj na Meteo Info Slovenija. Ja. Tisti, ki smo bolj terenski, nas je, ne vem, 5 do 7. Ostali so več za urejanje, za pisanje, ne, na spletno stran, za napovedi neviht, pa za vse ostale stvari. Pa ste v bistvu bolj specializirano to bolj samo za storm chasing ali je to v bistvu bolj široko zastavljeno? Mi smo v bistvu zdaj to bolj široko zastavili, nasplošno za vreme po Sloveniji. Se pravi tudi, da se po zimi piše, ne, napovedi snega, se da karta za sneg zdaj, ko je tako vreme. Vedno tudi temperature nas zelo ne zanimajo. Dejansko vsakodnevno, mislim, vsakodnevno ali pa vsakotedensko dogajanje nas zanima. Poskušamo čim več, kar se le da v vremenu napisati. Pa ponuditi širši javnosti, pa nasplošno, sploh poleti, kar se neviht tiče, da tisti, ki lahko zaščiti ali ne vem, svoje premoženje, avta ali pa karkoli, kar se le da, ali pa dogodki, ko so, ne, to, kar ti organiziraš, da vsaj lahko malo veš, pripraviš šotor ali boš imel dejansko, ne vem, če boš imel kak odbojkarski turnir, ali lahko speleš ali ne. Mislim, tudi veselice ali pa karkoli se dogaja na prostem, mislim, da nas dosti ljudi bere pa spremlja glih zaradi tega tudi, ne. Ja, saj, ker recimo, ne vem, jaz osebno sem že včasih že imel občutek, da sem šel že doktorirati to znanost, ne. Ko enkrat, ko malo več dogodkov čez poletje organiziraš, pa ko so odprti, si kar fejst odvisen od vremena. Ja. In mi je bilo zanimivo, da različni portali različno ocenjujejo. To mi je zanimivo, ne.
In mi je fascinantno tudi to, kako je možno, da se recimo po vseh indikatorjih ne strinjajo vsi, da bo pa danes dež, ne. Ja. Ti moraš vedeti, da še pri nas v naši skupini, ko nas je 10 do 12, se vsi ne strinjamo, a bo rečemo danes dež, pa kje bo danes dež. Zaradi tega, ker je v bistvu vreme tako težko napovedati za neko malo oziroma mikrolokacijo, bom jaz rekel, se pravi za nek kraj, kjer ti živiš, a ne. Ker imaš v zadnji ogromno meteoroloških modelov, ki jih moraš pač preveriti, ne moreš ti sam en model pogledati, pa pač napram tega, ne vem, izdati napoved ali pa opozorilo ali pa karkoli, a ne. Mislim, kar se opozoril tiče, mi sploh nismo pooblaščeni, da bi opozorila izdajali, to je tek sam ARSO, pač Agencija Republike Slovenije za okolje, ampak vseeno si želimo nekot pomagati, a ne, tisti, ko nas spremlja, da lahko prebere, ne. In pol v bistvu ti pogledaš 5 ali pa 6 ali pa še več teh različnih meteoroloških modelov, pa se na podlagi tega nekot moraš pol odločiti, kaj boš napovedal, ne, oziroma boš rekel, bo dež ali ne bo, ne. In Slovenija ima tak razgiban relief, da je zelo težko res reči, ne vem, v radiusu 10 km vreme bo tako pa tako, sploh poleti, ko imaš ti plohe pa nevihte, ker je čist možno, da bo rečemo v Šempetru, v Savinjski dolini toča ali pa dež, v Taboru pa ne vem, sonce, res dobesedno. Pa je to razdalja 5 km. Relief imaš v mislih, kaj vse tukaj noter zajema? Alpe, griči, hribi, kotline. Se pravi, ker je zelo razgibano. Tako. Zaradi tega, ker je naše območje zelo razgibano, je zelo težko to napovedati, sploh za osrednji del države ali pa rečemo za Gorenjsko, pa tudi Primorsko, ne. Imaš spet morje, pa griče, pa hribe, pa ogromno stvari pač vpliva na to, a ne. Že samo sprememba vetra ti lahko vpliva poleti na možnost močnih neviht, na primer, a ne, ali pa samo običnih, rečemo enoceličnih neviht, ne. To je tukaj enih faktorjev, da je pač res moraš iti čez več stvari, tudi ko spremljaš te meteorološke modele, a ne. Ti ne moreš sam zagnati pa pogledati, ne vem, odbojno, se pravi padavine, a ne. Kje bodo padavine, ti moraš pogledati zraven še, koliko je razpoložljive konvektivne energije, kaj pa, a ne. Pa smer vetra, koliko je hitrost vetra, ali se veter z višino spreminja, a ne, takrat gre za povijanje. Tu nastajajo pol rečemo te močne supercelične nevihte, če so še ostali faktorji zraven, a ne. Res je toliko enih stvari za preveriti, da je glih zaradi tega tako zahtevno, ne. Zato se nas včasih tudi po, ne vem, 3, 4 sploh ne strinjajo za en dan, kaj bi izdali, pač ne vem, a bomo izdali 2. stopnjo nevarnosti za nevihte ali pa 3. stopnjo nevarnosti za nevihte, na primer, ne. Ker imaš rečemo 3, bom rekel, te sestavine, a ne, za močne nevihte, imaš dejansko poklopljene, 4., ko bi pa pač mogla biti zraven, a ne, je pa ali na meji ali pa je sploh ni, ne. In zdaj, če se zaradi našega reliefa nekot veter na primer poklopi, se pravi se začne z višino veter obračati, povijati, imaš takoj možnost nastanka, če so ostale, a ne, ne vem, stvari zraven, imaš takoj možnost nastanka rečemo superceličnih neviht, pri katerih je vedno pri nas v Sloveniji največja nevarnost debela toča in pa močan veter, ne. Pa iz teh lahko včasih tudi nastane tornado, tudi pri nas v Sloveniji. Pa mi zaenkrat ga še nismo imeli, ne? Ali že Imeli, ja, večkrat. Ja, še mislim, da 3 leta nazaj, ali pa 2 leta nazaj je bil F1 oziroma F2 tornado pri nas v Sloveniji. Ja, 5 do 6 minut. To je bil prvič ali? Ne, gre večkrat, ampak bom rekel, da v preteklosti ni bilo toliko telefonov, ni bilo toliko kamer pa fotografov, pa tudi rečemo storm chaserjev na splošno, a ne, ko pa je zdaj, in včasih niso zabeležili toliko teh močnih, rečemo, neviht ali pa tornadov v Sloveniji. Bili so podatki, ampak niso bili ujeti na kamero, a ne. Zdaj pa, ko ima vsak že telefon, pa to, tudi ta zadnji tornado, ki je bil dejansko lepo posnet iz večjih strani. Kje pa je bil? Ne vem zdajle točno. Lahko pa preverim. Okay. Samo F1 je kaj? V bistvu stopnja moči tornada, se pravi od to je najnižje verjetno. F0 je najnižje, to pomeni, da se že tornado sicer dotakne v tala, ne iz oblaka. Hitrost vetra je, se pravi, odvisna, pa koliko škode pusti ta tornado, zato merimo, a ne, po tej stopnji. Pol je pa v bistvu F5 je najmočnejši, se pravi, ko res imaš najvišje hitrosti tam od
ne vem, 300-400 km naprej, pa da res pusti tornado opustošenje, kar si noben ne želi. Se pravi, hiše zravnane s tlom, pa res kaos totalni. Tega pri nas zaenkrat, hvala Bogu, še ni bilo. Ja. Zakaj v bistvu je recimo razlika med temi tornadi recimo v Ameriki, ki so res, mislim, vsake toliko časa, večkrat na leto se tam zgodi, da so verjetno F5, ne? Ja, pa zakaj recimo v Evropi tega ni toliko? Okay. V Ameriki vsi pravijo tornado Alley, tam tisti dolini, ko je največ teh tornadov močnih. To je okolica Oklahome, pa Teksasa, pa tam dol Nebraska, pa to. In tam v bistvu imaš ti Rocky Mountains, se pravi neke, bom rekel, hribe, zraven imaš Atlantik in pa tisto dolino, pač bom rekel, oziroma ravnino, dobesedno čisto ravnino, ki so dobeseden full recept za tornade ob močnih nevihtih. Ker dejansko vse sestavine, ko sem jih prej omenil, ko jih ti rabiš za nastanek močnih neviht pa tornadov, se tam vsakoletno poklopijo, zaradi tega, ker je res veter se spreminja z višino, ne vem, dovolj energije je, hitre so spremembe zračnih mas, se pravi, da gre iz nekega toplega, ne vem, iz tople fronte na hladno fronto, in kadar se te zračne mase menjajo, ob taki energiji, ki je tam razpoložljiva na takem terenu, pride pa do nastanka takih močnih neviht. Zato tudi rečemo F5 tornadi tam ali pa F4, ne vem, če so glih vsakoletno, no. F4 mislim, da so, F5 bom rekel, da ni nujno, no, ker za F5 je res to važno, da res še škodo pusti, ne. Zato Američani pol ocenijo, da je bil F5, Ni sam hitrost vetra, se pravi, če bi bil tornado tudi z 400 do 500 km/h, pa bi šel sam čez neka polja, kar si vsi želijo, da ni neke škode, ali pa čez neka nenaseljena območja, ne bo označen za F5, bo kvečemo F4 ali pa F3, ne. Aha, se pravi, to je v bistvu bolj na podlagi škode. Tako, škoda plus veter, hitrost vetra plus škoda, ne. Aha, ok, razumem. Ja, ker recimo tam včasih poročajo, to je pa zdaj eden največjih, zdaj pa samo vprašanje. Tako, ja, pač lahko rečemo ful, bom rekel, širok tornado, ne vem, tudi do 3-4 km, pa bo imel hitrosti vetra res okoli 400 km/h, tako smo rekla, pa če ne bo, hvala Bogu, zrušil nekih hiš pa naseljenih območij tam, nekih mest ali pa vasi, bo označen za F4, ne bo F5, na primer. Pa je bil res, mislim, tak filmsko ali pa pač iz vidika ljudi pa pogleda bi lahko vsak rekel, da je to F5, ne. Samo več, hvala Bogu, da ni toliko škode pustil, da bi bil tako značen. Ja, ok, razumem. Ja. Ampak ja, tam je res zaradi te pokrajine tukaj neviht vsako leto. Pri nas je pa toliko hribovito, pa vse skupaj pa toliko težje nastanejo. Se pravi, recimo Italija bi imela, ko ima tam Panonska nižina, ko je, bi v bistvu imela bistveno več tornadov. Možnosti, imajo. Možnosti. Italija ima dejansko vsakoletno veliko večjo možnost, pa tudi so, vsako leto skoraj tornadi tam, ko pa Slovenija, na primer. Isto Nemčija. Nemčija ima določena območja zelo dobra, kar se tiče pokrajine, tudi te, da se tam močne nevihte razvijajo, Pa Madžarska ob Balatonu, ob jezeru, rečemo, imaš ravnino, imaš jezero, iz avstrijske strani imaš določene višje hribe, in je tam isto pokrajina dobra za močne nevihte, Pa tudi Hrvaška, rečemo, ok, ne tukaj za tornade, Hrvaška pa za vodne trombe oziroma za pijavice, kakor jim radi rečemo. To je pa zaradi morja. Imaš pa ti na morju, rečemo, voda ima 27-28 stopinj, poprije pa rečemo hladna fronta, na konc tedna zunaj je bilo 35 stopinj, na primer, pa se ozračje ohladi, pridejo nevihte, morje je toplo, zgor je mrzlo, če se veter poklopi, imaš potem nastanke vodne tromb, zato je v septembru, rečemo pa oktobru, največ teh vodnih tromb pa pijavic na morju pri nas, tudi na slovenski obali. Ker takrat je že zrak bolj mrzel, morje je še vedno toplo, zdaj, če se ti veter poklopi, pa če so nevihte, bom rekel, takrat tako razvite, da lahko tromba nastane, se zelo hitro naredi, da nastane. Se pravi, v bistvu vse je odvisno od vetra? Največ? Veliko je odvisno od vetra. Za te močne nevihte pa za nastanek tornada v bistvu ti rabiš mezociklon, se pravi, ti rabiš, da se veter z višino spreminja smer. Temu se reče pač veering oziroma pač povijanje vetra. Kaj to pomeni? Da v bistvu zrak, ko se oblak dviguje, gor,
začne zaradi spremembe vetra oblak rotirati. Se pravi, spreminja smer. Ko se oblak dviguje, zdaj, če boš imel ti navadno nevihto, se bo oblak dvigoval, ne? Se pravi, sonce sije, poletje je toplo, ne? Voda začne izparevati, nastane mali oblak. Ta oblak se začne dvigovati in z višino, rečemo, pride do neke točke, ne vem, bomo rekla do 5-6 km od zemlje visoko, in če je to navadna nevihta, bo začelo pač deževati počasi, pa ne bo, ne vem, tornada, pa ne bo močnih neviht, pa ne bo toče, ne. Če pa boš imel ti, se pravi, zraven razpoložljivo energijo, pa dober ta veter, ne, pa še druge stvari, ko pač mora biti zraven, bo začel pa oblak rotirati, se pravi, bo nastal mezociklon, a ne, z višino, se pravi, se bo veter spreminjal, bo začel oblak krožiti oziroma rotirati. Se pa v bistvu to je tako, ko so taki lepi oblaki, ko so Tako, tako da bi tako, bili ko imajo narisani. tako supercelične strukture se začnejo lahko takrat tvoriti, a ne ob teh mezociklonih. Kadar v bistvu govorimo o mezociklonu, vedno govorimo o supercelični nevihti. In v bistvu, ko se oblak dviguje in spreminja, a ne, smer, bomo rekla, da pač začne rotirati, se vspodaj pod tem glavnim oblakom v bistvu nastane, bomo rekli, wall cloud po angleško, oziroma pač še en oblak, tak, reč ful grozen, ko ga boš enkrat v živo videl, in iz tega dol se potem zaradi spreminjanja vetra, pa če je vse poklopljeno, spusti tornado. Imaš, ne vem, zdaj, če nimam telefona tu, ampak ja, na podlagi slike bi se dalo to ful lepo razložiti, ful simple, no. No, se bomo lahko kakšne slike dala noter zraven, pa tako, pa mogoče se na tak način pol to malo lažje prikaže. Ker v bistvu meni je bilo recimo ful fascinantno, ne. Recimo ful redko se je videl recimo te oblake, recimo tako, ko so bile takrat recimo v Savinjski dolini tudi te poplave, a ne. Ene mesec prej, a ne, sem zaznal veliko več teh, mislim, se smo vsi zaznavali, a ne, vedno več teh oblakov, a ne. Kako je v bistvu prišlo do tega? Ne vem, verjetno ste vi takrat to ful bolj spremljali, ne. Kaj se je takrat dogajalo, pa zakaj? Ob poplavah? Ja, preden so se poplave zgodile, ker to je v bistvu tako izgledalo skoraj tako, kot da bi se skozi nekaj malega nabiralo, ne. V bistvu gre tu vedno za ločene dogodke pri nevihtah, no. Ni to, da bi zdaj bilo povezano, tiste poplave 2023 so nastale v bistvu zaradi tega, ker je prišlo do ene spremembe zračnih mas pa ogromnega deževja. Morje je bilo takrat ful toplo, a ne, in je bilo ogromno, bom rekel, tudi energije razpoložljive, a ne, na voljo, pa zato, ker je pač dejansko ful dežja padlo v ful kratkem času, zato so prišle, a ne, tiste poplave, ko je tu Savinja blizu nas poplavljala. Takrat je v 7 oziroma 8 urah padlo, mislim, da okoli 180 litrov dežja v Savinjski dolini na kvadratni meter, ne, govorimo. In to je pač ful, se pravi, takrat je šlo pa spet za en drug pojem oziroma za drugo stvar, ne glih za, bom rekel, te supercelične nevihte. Takrat so se v bistvu padavine skozi obnavljanje na isti točki, ne. Stacionarni nalivi se temu reče, a ne. To pomeni, da so se res čez Slovenijo vzpostavili neki pasi padavin, ki so se neprestano ful močno obnavljali. Se pravi, takrat bomo rekli, da je lilko iz škafa skozi na isto mesto. Oziroma Savinjska dolina, rečemo, pa okolica Kamnika, ne, pa to so bili najbolj izpostavljeni, na primer. In ko pade toliko dežja v toliko kratkem času, to ne moreš zajeziti. Tudi če bi struga Savinje bila čisto očiščena, rečemo, kaj eni pravijo, da niso čistili, pa da niso urejali, ne. To ne moreš preprečiti. Ko toliko veliko dežja pade res v 12 urih ali pa v 24 urih, ni rešitve. Nek more voda iti čez. Zdaj samo vprašanje je, ki se bo razlil. Da se mogoče to regulirati, to se jaz sicer ne spoznam tukaj, da bi nekod probali namensko narediti res, kje se bo razlilo, to mislim, da že takrat tako delajo, a ne. Ne moreš pa ti zajeziti te vode. Ni šans, zato ker ti moraš vedeti, da takrat je v bistvu poplavljalo vse, ne samo Savinja, takrat so vsi hudurniki postali Savinje. Ne vem, jaz doma sem imel potok, ko sploh poleti ne veš, da je potok tam, je čez cesto teklo tako, da je pol Savinje. Pač tisto je bilo res pač grozno, to pride enkrat na 1000 let. Ali pa zdaj na 500 letno, na primer. Ni zdaj to, da bi bilo vsako letno, no hvala Bogu za enkrat. Se pravi, se v bistvu pol to so v bistvu bili ti oblaki, pa vse to v bistvu bilo malo tudi povezano, ker se je v bistvu skozi na isti točki pojavljalo. V bistvu je to, če sem to prav razumel. Ja, v bistvu tisto noč za tiste poplave so se oblaki obnavljali na eni točki, oziroma na pač nekem malem območju, ne. Se pravi, ti pasi padavin so se vzpostavili, ne vem, bomo rekla v radiusu 30-40 kilometrov, a ne.
in so se skozi na istem mestu obnavljali. Skozi je tam res dežval, pa grmel, pa bliskala, ne, pač bile so močne nevihte takrat, a ne tisto noč. In v tistim zelo kratkem času, se pravi še enkrat pravim, je res padlo pol ponekod tudi okoli 270 litrov dežja na kvadratni meter. To je se pravi pol že v več urih, ne, glih v 8 urih, a ne. Ampak še vseeno, če v 24 urih pade toliko, ti ni rešitve, ne, za to poplavi. Kar se pa tiče tistih neviht, ko si prej omenil, ne, ko si videl tiste strukture pa to je bilo v bistvu leto, ja, ko je pač ogromno nevihtnih sistemov šlo čez Slovenijo z pač katastrofalnimi pač posledicami. Takrat je bil, se spomnim, ful močen veter. Mislim, da preko 100 km so bili zabeleženi sunki tudi po Savinjski dolini. Bilo je zraven toče drobne, vem, da je kmetijstvo takrat ful trpelo, a ne. Dosti infrastrukture je bilo poškodovane pa tako naprej. In je šlo, mislim, da so šli takrat tisto leto kar eni 3 ali 4 taki večji nevihtni sistemi čez Slovenijo. To je pa spet druga stvar, a ne, nevihte imamo 4 vrste. Imaš navadno nevihto, tisto bomo rekla enocelično, pol imaš, rečemo, večcelično nevihto ali pa multicelična se reče lahko tudi, a ne. Pa imaš supercelično nevihto, tiste, iz katerih rečemo najpogosteje nastanejo tornadi, pa ful debela toča, a ne, pa ful močni sunki vetra, pa nevihtne sisteme, oziroma squall lines, ne. Ti so takrat, tisto leto pred poplavami, se spomnim, res bili največji problem. Ker v bistvu za nevihtni sistem gre, ko se ustvarijo nevihte, bomo rekla, lahko tudi preko 100 km dolge, a ne, in potujejo res od Francije pa, bomo rekla, do Madžarske, a ne. Vzpostavijo tak pas, neviht se vzpostavi in pol potuje to čez, rečemo, pol Evrope lahko tudi. In te imajo ponavadi res, tu je največji problem vedno veter pri teh, bomo rekla, sistemih nevihtne. Veter pa na koncu se lahko na repu tudi kaka supercelična nevihta organizira na najbolj južnem delu sistemov, ne. A obstaja v bistvu tudi, dostikrat govorijo tudi o tem, da je, zdaj, lahko je to teorija zarote ali pa ni kakorkoli, a ne, ampak dostikrat govorijo kontrola vremena, a ne. Včasih so zvonili proti toči pa te stvari, ne, pa streljali s topovi pa te stvari, a ne. Zdaj, koliko je tukaj realnosti, pa koliko je v bistvu zdaj šla tehnologija že naprej, da dejansko lahko človek, rečemo, kontrolira, a ne, vreme. Na globalni ravni oziroma na neki večjem območju jaz mislim, da ni šans, da bi lahko človek trenutno upravljal z vremenom. To, kar so protitočno včasih delali, nimaš nobenih dokazov, da bi pomagalo, to bi lahko še zdaj delo, pa ne moreš, a ne, dokazati, da pač to pomaga, ker pač ne pomaga, res. Če bo kdaj človek razvil nek sistem, ko bi lahko prav vreme upravljal na globalni ravni, jaz dvomim, možno je. Zdaj, ko vidim, ne vem, umetno inteligenco, ko vse že dela, bi si mislil, da mogoče kdaj, ampak zaenkrat še nismo tam, no. Ne vem, jaz osebno mislim, da ne, no. Da človek trenutno še ne more spreminjati vremena na nekem večjem območju, ne. Lahko tu govoriš za protitočno obrambo, na primer, tako imamo mi v Mariboru, a ne, protitočno obrambo, ki spet ne pomaga, nikjer ni dokazano. Kako pa izgleda? V bistvu gre z letalom nekdo gor, pa med oblaki posipava srebrov jodid, ker naj bi kao to pomagalo, ampak ni niti enega znanstvenega dokaza, se pravi, da bi to res pomagalo. V bistvu so to spet, če mene vprašaš, neki projekti, ko pač nekdo mora živeti od tega oziroma dela to, a ne, ker je financiran za to, ni pa dokazano, da je to pač dejansko izboljšanje, ker imaš ogromno primerov, ko pri nas, ko pride do teh močnih superceličnih neviht, a ne. To letalo je, naj bi bilo takrat v zraku, pa je učinek nigano. Še vedno padajo to taki kosi toče, da, ne vem, tudi preko 10 cm, še lansko leto so padali, ne vem, v Murski Soboti, pa tam v okolici z mejo z Madžarsko, a ne, ob eni močni supercelični nevihti so padali 12-centimetrski kosi toče, pa je tisto letalo naj bi bilo v zraku, ne. Zdaj bo nekdo mogoče rekel, ja, če pa ne bi bilo, bi bila pa 15 cm toča, ja, ne, ni res, ne. Ne moreš dokazati. Ko, ne vem, zaenkrat ne, no. Mislim, da ni obrambe pred tem, da bi pač, ko pride do razvoja teh ful močnih neviht, da bi se neko človek zaenkrat ubranil. Pa je tudi recimo kontrola lahko glede vetra? Recimo z letali ali pa kaj takega. Recimo zanimivo mi je, a ne, da pač neki podatki so bili, da so določene, vsako letalo je registrirano, a ne, in vsako letalo ima dejansko
ponavljajočo pot, ki Ok. dejansko ponavlja po isti turi, dejansko pa dela, 20 krogov. Ok. In ne vem, a je to kaj povezano z kontrolo vremena, toče, vetra, karkoli? Ne, mislim, da Ker mi je v bistvu pač malo nelogično, zakaj bi eno letalo 20 krogov delalo recimo okrog ene iste osi, pa to rečemo radius 20 ali pa 30, 50 km. Ok, koliko pa je takih letov, da bi Ne, mislim, da dejansko vsake dolg cajta se Ja, zasleduje. ne, mislim, da to ni povezano. Pač vreme nasplošno merijo z takimi baloni, ki se spuščajo v ozračje, ne? To dela Arso, se pravi sondažo, meteorološko sondažo oni pripravijo na tak balon in jo spustijo v ozračje. Zraven tukaj oni pridobijo v bistvu vertikalno sondažo oziroma podatke, koliko je, ne vem, hitrost vetra res, iz katere smeri piha, koliko je vlage, koliko je temperatura na, ne vem, z višino, koliko se temperatura spreminja, ne bom šel zdaj v čiste detajle. Prav tako pridobijo, koliko je energije razpoložljive te konvektivne, mislim konvektne, pa še druge stvari, tudi koliko je pritisk pa tak naprej. In oni na podlagi tega lahko, kadar so rečemo taki dogodki, ko so bile tiste poplave ali pa ti sistemi, ko so potovali takrat čez Slovenijo 2023, da oni pridobijo, ne vem, par ur pred tem dogodkom z dvigom tega balona, pridobijo oni podatke, zdaj pa imamo res nevarnost za te močne nevihte ali pa imamo nevarnost za obilnejše poplave. Oni tekom tega, mislim, tekom dneva spustijo lahko tudi par teh sondaž, pa na podlagi tega pol opozorijo širšo javnost, kaj je možno tisti dan. Zdaj ne delajo to čisto vsakodnevno, ampak ob teh večjih možnosti pač nekih neurij pa to večkrat lahko ponovijo tudi v enem dnevu. In tako prideš do realnih podatkov Tako, in potem tudi se tako lažje dnevno. odločiš. Zato, ker ti modeli, ko sem jih prej na začetku omenil, meteorološki, ko jih mi radi spremljamo, oni v bistvu delujejo na tak način, da imajo vsake par ur nek zagon, se pravi, vsak model se bo zagnal na določen čas. Naprimer, eni imajo posodobitve na 5 ur ali pa 6 ur, eni na 24 ur, eni na 12 ur, eni na manj časa. In ti pridobiš neke podatke, ki naj bi bili takrat v atmosferi. Ni pa nujno, da so res. Zato prihaja do odstopanj, zato je tudi tako težko napovedati vreme, ko smo na začetku govorili, za točno določen kraj. Ker ti od teh modelov dejansko ne moreš vedeti, če so res vsi podatki ti čisto točni. Ker nimaš realnega trenutnega stanja. Oni predvidevajo, ne vem, tistih 6 ur naprej, ali pa 8 ur naprej, ali pa za 2 dni naprej. Oni predvidevajo, koliko bo, rečemo tiha, ne bomo rekla, ker sestavin, po domač povedan, v ozračju, za razvoj, ne vem, neviht ali pa ploh, ali pa če bo lepo vreme, ali pa karkoli, kar je z vremenom povezano. Spravi, v bistvu to očitno potem na dnevni bazi to dejansko testirajo, pošiljajo podatke in tako naprej, ali je to v bistvu samo na podlagi, ne vem, zdaj recimo pač sonce pač ne bomo merili, na podlagi tega bo pa recimo, ne vem, se pa veter spremenil, zdaj pa pošljemo to v ozračje, ali kako to deluje. A te sondaže? Ja, kako to deluje. V bistvu se odločajo, neki morajo, mislim, da ne vem, koliko imajo točno, neki, mislim, da celo tedensko ali pa ne vem, mesečno pošiljajo te sondaže gor. Ne vem, če pride to sploh vedno v javnost, to verjetno oni sami merijo. Kar se pa tiče pred temi večjimi dogodki, tisti pa mislim, da tako objavijo pol celo slike, da si lahko tisti, ki si zna prebrati, podatke iz te sondaže lahko dostopa do nje, ker to so taki grafi pa črtice pa tak. Da pač tudi jaz nisem do par let ali pa do 2-3 leta nazaj nisem znal tega brati. Drugače pa modeli izhajajo na, tako bom rekel, tisti najbolj točni, ki so trenutno dosegljivi na nekje 45 minut, tisti so že kar točni, ampak ti sežejo nekje do 12 ur naprej sam. Se pravi, vsakih 45 minut ti dobiš nove podatke, ki naj bi bili takrat v atmosferi, si jih pogledaš, pa lahko čez 45 minut, ko prije nov zagon istega modela, spet jih preveriš, pa že vidiš, zdaj pa kaže drugače. Pa v bistvu moraš pogledati skupek vsega tega, pa si nekot razlagati, kakšno bo vreme čez, bomo rekla, tistih 10 ali pa 12 ur, ko tebe zanima. Dlje, ko greš naprej, rečemo po dnevih, težje je napovedati, sploh kar se tiče padavin, ali je to sneg, ali je to dež, Koliko časa je pa ta sonda v zraku potem? Tad balonček? Ja, balonček, koliko časa to potuje? Preveč me vprašaš. Ok, mislim, da je to 2 ure, 3 ure v zraku. Ne vem, je verjetno v zraku, v bistvu njih tako sam zanima, ko pride do neke višine,
da ko je potoval on do neke višine, da vse podatke od tega preberejo. To v bistvu ne vem, če pol stoji, to pol pade dol, pa poberejo, ne. Njih najbolj zanima, kako se, rečemo, spreminjajo te sestavine z višino. Koliko se veter spreminja, koliko temperatura narašča, koliko je energije pri tleh, koliko je energije, rečemo, malo više, ne vem, na 300 metrih, na primer, nadmorske višine, pa spet više, a ne. Pa potem, kak veter piha v višinah, kak veter je pri tleh, a ne, vse to, rečemo, jih zanima za napoved, rečemo, neurje pa teh stvari, ne. Zanimiva vsebina. Še mene to tek zanima, no, da še ogromno berem o tem, tudi jaz še ne vem vsega, ker je to tek zakompliciran proces, če hočeš to vse, kar se teh sondaša ne tiče. Ko enkrat znaš to vse prebrati, jaz še to ne znam vsega prebrati, a ne iz teh grafov, ko to znaš, pa dejansko znaš lepo, bom rekel, že kar točno lahko tudi napovedati vreme, no. Jaz vem veliko prebrati iz tega, ne še pa vse. Vsako leto dodam kako stvar zraven iz tega grafa, da mi je malo več jasen, zakaj se gre, no, po domač povedano. Kako se je pa recimo razvoj to premikal skozi obdobja, a ne? Mislim, so kakšni novi prijemi, recimo zdaj prihajajo v zadnjem obdobju, ko bojo mogoče to spremenilo, ok, AI si že omenil, a ne? Ampak jaz mislim, da do realnosti smo še verjetno davčno, da bo AI to dejansko res nam znal namesto človeka narediti, ne? Napovedati vreme? Ja. V bistvu še ne zna glih zaradi tega, ker vse modele, ki jih človek gleda, pogleda AI tudi, ne. Naprimer, ChatGPT, če mu boš ti rekel, povej mi vreme za drug teden. Kaj bo on naredil? Tudi če boš imel plačljiv ChatGPT, naprimer, bo on pogledal, ne vem, ali Vindi ali pa ne vem, neko aplikacijo, ko je dostopna na internetu, a ne, pa ti bo na podlagi tega pač napisal vreme. Zdaj, če ga bo znal pravilno vprašati, mu boš rekel, mu boš dal screenshote, a ne, naprimer, teh modelov meteoroloških, ko sem jih prej jaz omenil, pa mu rekel, kaj ti misliš, kakšno bo vreme, če pogledaš to. Takrat ti bo že znal, tudi če ti ne veš tega prebrati, kar točno povedati, ne, kako bo vreme, ampak moraš ga prav vprašati, ne. Ne bo pa še on znal sam napovedati pravilno pač vremena, ne, za en teden ali pa karkoli. Mislim pa, da se že razvijajo določeni meteorološki modeli, ki pač delujejo na podlagi umetne inteligence, a ne, ker tukaj pa mislim jaz, da bo nek napredek, pa bo nekaj novega pač počasi, ker zdaj se to testira, a ne, mislim, da že mogoče kakšne par let, ampak še ni tukaj javnosti dostopno, ne. Imaš že določene modele verjetno, ki pač so na podlagi umetne inteligence tudi, ne vem pa, koliko so točni, ker še sam jih še trenutno ne uporabljam, a ne. Znalo pa bi biti, da bo z pomočjo tega. Verjetno to Arso Mogoče, da že tudi oni kaj delajo na tem, no, ne vem. Ogromno stvari ima, rečemo, Arso verjetno tudi nedostopnih za širšo javnost, še tudi, ne vem, določene parametre, pa take stvari ne moramo vsi gledati, ne. Lahko samo oni, ki so zaposleni, ne. Zato pač iščeš druge stvari, pa druge modele, ne samo Aladin, ne. Aladin je, rečemo, slovenski meteorološki model od Arsota, ne, ki je tudi javnosti dostopen, ampak ne moreš gledati, mislim, da čisto vseh produktov, vse, kar oni vidijo, ti ne moreš videti, ne. Vidiš pa, mislim, da veliko večino. Zato, ker so to toliko specifični podatki, da po mojem niti jih ne bi širša javnost znala brati. Po mojem sam iz tega vidika, ni da bi kaj skrivali, ne. Po mojem zato, ne vem, bi bilo treba njih vprašati. Ja, mislim, to definitivno. Ja, ne, vse, ker v bistvu državne inštitucije imajo prvič sredstva, pa drugič imajo tudi ogromno znanja, ne. In tudi verjetno vejo, tudi verjetno detajle, pa znajo zmeriti, imajo opremo in tako naprej in lahko lažje, ne, dostop do vsega. Sedaj mi povej, recimo, iz katerega zornega kota si pa šel v bistvu ti gledati vso to dogajanje glede vremena, ne. Se pravi, te je v bistvu bolj vreme zanimalo, se pravi to, da bi znal recimo oceniti ali pa recimo to, ta del, ali te je v bistvu bolj zanimala fotografija, pa bolj ta umetnost fotografiranja pa tako naprej, v bistvu kateri del ti je v bistvu bil ljubši ali? Jaz bom rekel, da delam pač, mislim, da spremljam vreme, zato ker me žene, bom rekel, fotografija, pa adrenalin, ki ga doživiš, ker dejansko, ko si ti nek zunaj, pa doživiš neko ful močno nevihto, ko veš, da ti lahko ful debela toča, rečemo, uniči avto, ali pa da bo močen veter, pa da lahko, ne vem, ti drevo pade na avto, ko si dejansko res ogrožen, no, bom rekel. Ne znam ti opisati, mene žene adrenalin, pa ne vem, ta pač strast do fotografije, a ne, da bi neko to zajel pa prikazal pol drugim ljudem, a ne. Poglej pač, ne vem,
to fotko, to moč, neko surovo moč, bom rekel, neke narave, a ne. Ker pač ti si tak mali proti, ne vem, neki naravi, da si sploh misliti ne moreš, ne. In pol, ko enkrat sam stojiš ali pa z nekom ob sebi, ne, ozunaj, pa ko ti čuješ, ne vem, grom, pa ko vidiš ti tiste strele, pa ko vidiš ti, kakšna moč dejansko prihaja, a ne. Ne vem, ne znam opisati, ampak to je ena taka strast, ki me žene, ki nikoli ne bom jaz to pustil za sabo. Jaz bom do konca svojega življenja lovil nevihte, bom slikal, a ne, mislim, fotografiral nevihte, bom iskal te, bom rekel, posnetke, ki dajo pač misliti pa vedeti ljudem, da pač je to nekaj, kar pač ne moreš upravljati, zato me tukaj žene, ne. Ker je grozno pač po eni strani, tudi mene je strah večkrat, sam, ne vem, ko pogledaš fotko, če ti rata, je pa pol to wow, pač noro, a to lahko naša narava pač, bom rekel, ustvarja, ne. Te strukture oblakov so lahko na trenutke, ne rabi biti nevihta, pa so lahko oblaki res da pogledaš gor v nebo, pa sam rečeš wow. Pač ni vse, a ne, v tej moči, pa v toči, pa v, a ne, bom rekel, vetru, pa v pustošenju, ki ga pustijo te močne nevihte. Več je v tem prizoru, ki ga ti vidiš, a ne. Ko vidiš te tudi strukture po nevihti, a ne, oblakov, ko se že, ne vem, sonce prikaže, pa ti obsije tiste, ne vem, ostanke neke nevihte, ko se je razblinila, malo prej je še pa, ne vem, opustošila, pa je to razlika, ne vem, pol ure, na primer, pa zraven ti mavrica posije, pa strela udari čez mavrico. To je pač, ko pol rečeš, wow, tudi če sam vidiš, tudi če ne zajameš, a ne, s fotoaparatom, si tam, doživel si, pač bom rekel, nek kaos, na koncu si se pa pač vrnil, bom rekel, hvala Bogu, v neko realnost, a ne, pa doživel to, bom rekel. Ne, meni je to res strast. V bistvu, ja. Ja, to je v bistvu umetnost, ne. Nekaj, to je tako, da bi šel v hribe, a ne. Nekdo ima hribe rad, ne. Tako. Pa rad gleda ta razgled, pa šajbo. Nekdo rad smuče, pa vidi smučišče. Tako. Vsak najde tisto neko svojo strast v tem, ne. Ti si v bistvu izdal tudi, v bistvu na nekem natečaju si bil, ne, za fotografijo. Daj opiši to kaj več, no, kako ti je v bistvu to izgledalo oziroma zakaj si se za to odločil, a ne. Pa kaj je bilo v bistvu sploh poanta vsega, no. Okej. V bistvu največji natečaj, ki sem ga, bom rekel, ne čist zmagal, bil sem runner-up winner, se pravi, bil sem med 10 zmagovalci, a ne, iz kategorije je bil dejansko od Huaweia natečaj Huawei Next Image Awards, se pravi, to je natečaj, ki ga pač se lahko udeleži vsak človek na svetu, pač globalni natečaj, a ne. Pogoj je edini, da si pač fotko posnel z Huawei telefonom. Se pravi, vse slike iz sveta uporabnikov Huaweia, a ne, se zberejo tisti, ki se prijavijo na natečaj, ponovadi so 4 kategorije, a ne. In jaz sem se takrat prijavil v kategorijo, bom rekel po slovensko, moč privlačnosti, mislim, da podobno, ko ima National Geographic tudi natečaj. Mislim, da je bilo neko tako ime. Z fotko, v bistvu, ko mi je uspela čisto po naključju. Jaz sem takrat imel tisto leto, mislim, da je bilo to leto 2021, in jaz sem tisto leto v bistvu imel na popravilo svoj fotoaparat. In sem imel pri sebi samo telefon poleti, ko je prišel do ene nevihte, a ne, v Šoštanju. Pa sem si rekel, ajde, grem z telefonom, vse kaj pa prej, ko nisem imel fotoaparata, grem s telefonom probati kako fotko narediti, ne. Sem vzel stojalo, tripod za telefon, sem se postavil na eno lokacijo na Goricah pri Šoštanju, se reče, nad jezerom gor Dvigjeno, kjer imaš pogled na termoelektrarno Šoštanj, pa na tiste hribe, a ne, v smer proti Celjski kotlini, bova rekla, ne. In glej ga zlomka, meni je v bistvu takrat uspela ena fotka, ko sem bil s telefonom tako ponosen na njo, da sem že takrat bil wow, aha, Huawei telefon lahko tako fotko naredi, pa sem bil yes, pač, vesel sem bil, ko mi je ratalo tisti večer tako fotko narediti. Pol sem se pa en mesec za tistim, ko sem fotko naredil, prijavil na ta natečaj, a ne, z tisto fotko. V bistvu na fotografiji gor imam termoelektrarno Šoštanj, pa za njo udar strele, 3 strele, 3
cloud to ground strele pač. Grejo direkt za termoelektrarno, v bistvu tako, da bi skoraj v elektrarno udarili, ampak grejo za hrib udarijo, a ne. Ampak so bile v bistvu v isti sekundi, se pravi, jih imam na isti sliki gor, a ne, in je fotka za telefon res izpadla ful vrhunsko, no. In zgleda, da je bila pač sodnikom na tečaju tukaj všeč, da so pač jo izbrali za zmagovalno. V kategoriji so bili 3 zmagovalci, ki so dobili takrat nagrado v vrednosti 1500 evrov, oziroma Huawei P50 Pro smo takrat dobili, no. Glavna nagrada tega natečaja je pa 10.000 evrov, oziroma $10.000. Tako da to je bil v bistvu moj prvi natečaj, ko sem ga osvojil, pa za enkrat, odkar se večjih natečajev tiče, ne, tudi edini. Bil sem letos prijavljen v National Geographic natečaj od Slovenije, a ne, isto kategorija moč privlačnosti. Tukaj pa bom rekel, da imam občutek, da sem bil mogoče med finalisti, ker so mojo fotko pa izbrali za koledar od National Geographica povezanim z Peugeotem, no. Pa so mi ta koledar tudi poslali. Neko kot tolažilno nagrado, bom rekel. Nisem zmagal, zmagovalci dobil nov Nikon Z, en fotoaparat, ne. Pa isto so imeli zmagovalce v kategoriji, ki so imeli neke nagrade. Bila jim je pa fotka všečna in že to, da imam National Geographic logo zraven svoje fotke gor na koledarju od njih, je meni vseeno wow. Ta koledar bom shranil za lep čas. Drugo leto grem po zmago, 100%. Ja, to. Letos je nastala ena taka fotka, da direkt za ta natečaj pripravljena. Ja, oziroma lansko leto, zdaj že lansko leto. Odlično. Daj recimo, kako recimo potem izgleda to priprava na en tak od začetka, se pravi, ne vem, najprej verjetno moraš imeti znanje, kje bo nevihta, kako močno bo, ali obstaja možnost, da bo material za slikati, ne? Potem verjetno tudi moraš vedeti, kje bo potovalo, pa kje se lociraš, ne? Se pravi to, da v obrobju obstaneš, ne? Kaj še dejansko rabiš vse v bistvu tukaj? V bistvu so še kakšne podrobnosti, ko jih recimo še nismo govorili o njih, no, da recimo grem jaz zraven, ne? Jaz grem zraven, zdaj da me pa zanima, ne, kako to izgleda. No, evo, če bi te vzel, rečemo, jutri na lov na nevihte, ne? Bi najprej pogledala, rečemo, danes. Kakšna je možnost neviht na območju, rečemo, Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije, oziroma dokam pač si pripravljen iti, ne? Dokje imaš ti neke meje, da ne zapraviš zdaj, ker je zaenkrat to še vedno hobi. Se prav pogledaš za neko območje, ne, kje je možnost teh močnih neviht, ne. Pol moraš pripraviti si neko tudi pot, se pravi ti, midva bi zdaj videla, ne, boma rekla, kar Primorska, ne, kaže na neke močne nevihte. Zdaj pa pol boma mogla pogledati, kam bi točno šla, ne, da vsaj neko pač izhodiščno točko, da si postaviš. Ker pač vedno moraš ti, ko greš loviti nevihte, pol spremljati realno stanje, a ne. Se pravi radarsko sliko padavin, kaj se res pol začne, a ne, boma rekla, kuhati oziroma razvijati tisti dan v ozračju. Se pravi, zbrala bi si, rečemo, Primorsko, eno izhodiščno točko, imam jaz rad, tam se reče grad Cerp, ne vem, če si že čul kdaj. To je v bistvu si dvigen, boma rekla, nad slovensko obalo pa nad Trstom. En tak hrib z gradom, lušen pogled, vidiš res lepo lučke od Trsta, rečemo, če si ponoči tam, ne, pa morje pa vse. In tam je neka izhodiščna točka, blizu avtoceste si, to je mislim, da 5-10 minut stran maksimalno od avtoceste, se pravi, vedno iščeš tudi povezavo, da boš lahko odreagiral. Zato, če bi jutri midva šla, bi iskala vedno tako točko, da imamo zraven nek avtocestni križ ali pa neke hitre ceste. Ker ko se enkrat začne nekaj razvijati, moraš biti dosti hiter pa mobilen, da boš ti lahko odreagiral. Če bi si izbrala, rečemo, Trst na plaži na primer ob morju, a ne, boma mogla pol v zakupu vzeti, da ko bo nevihta nastala, ne vem, 30 km ali pa 20 km, ne vem, v drugo stran, a ne, boma težje odreagirala. Zakaj? Ker boš imel gužvo, ljudje hodijo v službo, imaš lahko možnost prometnih nesreč, a ne, sploh izven avtocesta, a ne, večkrat pride do tega. Pa semaforji so res, pa ne vem, več je enosmernih ulic, pa vedno gledaš navigacijo, a ne, nekoga imaš, ko gleda navigacijo zraven. Se pravi, zbereš vedno nekaj, kar je povezano. Pol, ko bi, rečemo, bila tam, a ne, bi začela spremljati, se pravi, radarsko sliko, pogledala bi zagone modelov, tetih, ko se osvežujejo, rečemo, na 45 minut, a ne. Pa seveda vzuni si, gledaš dejansko, ki se začnejo pojavljati ti oblaki, a ne. Poleti, ko gre za nastanek močnih neviht, a ne, se takoj vidi, da se začne neki fejs kuhati v ozračju. Zakaj? Ker so ti, bomo rekla, oblaki, toliko opazni, ko jih enkrat znaš prepoznati,
da točno veš, aha, tamle bo prišlo do nastanka, rečemo nevihte. Zaradi tega, ker gre za updraft, se reče. Oblak se z višino res dviguje, pa tukaj prije do nastanka, rečemo lahko mezociklona kasneje, ne. In bi rekla, aha, tamle je tole, ne, gremo tja, pogledaš, se pravi, navigacijo, satelitsko sliko, rečemo navigacije si nastaviš, ne, da vidiš, kakva je pokrajina pa to, da imaš nek lep pogled, pol je pa fajn, da imaš nekoga zraven, da išče neke odprte lokacije za fotografiranje. Se pravi, da tisti, ki vozi, ni na telefonu, se veš pač, vožnja pa telefon, no go. Sploh, če je še zraven adrenalin, pa sem že sam bil, pa vem, da je težko handlat cesto, GPS, gledati tamle neko ful močno nevihto, ko je tep wow. Ko bi se kar ustavil, ne? Ja, sred vsega, sploh ne veš, ni fajn, res. Zato imaš pač tudi v Ameriki smrtne žrtve večkrat na cesti od storm chaserjev, ko pa dejansko od tega, da bi jih, ne vem, zadela strela ali pa ubil tornado. Ker je najbolj važno, da tisti, ki vozi, da je zbran. Ker je vedno pri lovu na nevihte važno to, da imaš res dobrega voznika, ker je treba tudi pol, ko prideš enkrat do nevihte oziroma začneš fotografirati, da se veš, kdaj je dosti, pa kdaj se umakniti. Ker tep ni cilj pol, ko boš prišel do nevihte, zdaj se pravi, smo videla tam tiste oblake, začela se je nevihta ne razvijati, midva sma zdaj tam, jo slikama, ne, rečemo oba dva, ti si šel z rumene, jo slikaš. Jaz rečemo, če bi vozil, bi pustil, da ti poslikaš, jaz bi naredil ven iz avta 3-4 slike, pa bi začel pa jaz gledati, aha, zdaj mama še pa gledaš oblak, gledaš radarsko sliko, gledaš, koliko imaš na cesti, če le imaš možnost, a ne še zastoja pa tega časa, da se res umakneš, ne. Ker imel sem primer, ko se je naredil, da smo se prepozno umaknili in če ne bi po neki sreči v Italiji najdel nekega podhoda betonskega, ne, bi nam avto sesul tako, da ne bi mogli do doma priti. Takrat je padala v Azamo decimo 19,5 cm toča. To je evropski rekord padal takrat tisto noč. Mi smo pa v bistvu v Palma Novi, to je, ne vem, 30 km, a ne, malo bolj severno, a ne, od tega kraja Azamo decimo. Smo slikali to isto nevihto, ko je prej tam opustošila in smo se prepozno odločili, da se bomo umaknili. V bistvu sem jaz bil takrat od teh naših kolegov en zmed bolj trezne glave, ko sem začel govoriti, zdaj pa dosti, zdaj pa moramo iti. Pa se je to, ker je bil tak adrenalin, pač jaz zastopim, spravljali prepočasi, a ne vse v avto, ti moraš podreti tripod, pospraviti kamero. Vsi morajo v rukzake, vso svojo opremo ne spakirati, v avto moraš naložiti. Pa moraš pa vedeti spet, kam boš šel, kam boš bežal. Se pravi, smer nevihte poznaš, rečemo, ne veš pa, ko si ti enkrat v Italiji, ki je kaka garažna hiša ali pa kam se boš umaknil. In zdaj to najti na zadnje sekunde je no go, pač ne gre. In mi smo čisto po sreči slučajno našli podhod, da je za en avto bilo prostora, da smo mi svoj avto not postavili, drugi, ki so za nami prišli, totalka. To je pač vetrobransko steklo na avto je bilo uničeno, strehe so bile, to so bile lukne, toča tam je padala nekje med 8 pa 10 cm tam, ko smo mi bili, no. Tako da se pravi, vedno je pol cilj se pravočasno umakniti, na varno, pa da ne divjaš, ne. Se pravi, moraš imeti nek respekt do tega, kar delaš, oziroma do, bom rekel, nevihte, narave, a ne. Pa pametno preračunati res svojo pozicijo, pa svoj umik, pot umika, pa kje boš imel varne točke, varne izhode, sploh pri lovu na tornado je tako, ne. Zdaj tornado ti je nastal, ja, kaj pa zdaj? Po sliku si ga, kaj pa zdaj? Zdaj pa tornado, ti si mu na poti, a ne. Ne smeš biti, vedno moraš v bistvu gledati, da imaš neko cestno povezavo, kam se boš ti lahko umaknil, a ne. Se pravi, neko, ko to delaš, smer nevihte poznaš, gibanje tornada se lepo vidi, a ne. Se približno ve, kako tudi tornadi se gibljajo, razen v izjemah, to pač si lahko kdaj pogleda, kako oddajo, a ne, o tem. Moraš pravičasno, na varno. Tudi pri naših nevihtah v Sloveniji. Če že greš, a ne, če te to zanima, ti je cilj, da si pred nevihto, ob nevihti nikoli v njej, tako sem na začetku rekel. Se kdaj pa vidiš, da je v bistvu si predolg časa tam, ne? Mislim, nevihta se... Čutiš veter. Aha. Se pravi, takrat si že preblizu, bom skoraj rekel, no. Ponavadi vidiš tako ali tako, ko prepoznaš strukture oblakov, imaš različne, ne, pri superceličnih nevihtah, veš, kdaj je ponavadi zaradi wall clouda, ki ga vidiš zaradi mezociklona, a ne pa zaradi teh struktur oblakov. Pol imaš lahko shelf cloud, to je pač poličasti oblak po slovensko, to je si 100% že videl, ko je tako taka polica spodaj, veš, kot tudi ful grozen zgleda. Tu je ponavadi vedno problem tak močen veter in rečemo, vedno boš vedel, če boš dal zunaj na odprtem,
kdaj se moraš omakniti, ko boš začutil prvi mrzel veter iz nevihte. Se pravi, to je outflow. Temu se reče že outflow od nevihte, a ne? In takrat si že face blizu. Dokler ti čutiš veter, rečemo proti nevihti, inflow, da veter piha v nevihto, to je dotok toplega zraka v nevihto, a ne? Takrat si še ti, bomo rekla, kukar tukno na varnem, ne? Ko pa enkrat začutiš pač ti smrzo outflow, pa ko vidiš, rečemo, že tisto dežno zaveso, pa downburst se temu tudi reče, a ne? Pa če vidiš odtenke zelene barve, veš, da gre za točo, a ne? Takrat tudi moraš vedeti, da se moraš omakniti, ker se dejansko barve naredijo tak, da pač tako smaragdno zeleno vidiš, no. Takrat točno veš, da gre za točo. Ali pa na morju tako svetlo modro, mešanco med svetlo modro pa zeleno, v tisti dežni zavesi noč se prav vidi barve. Takrat tudi veš, da se moraš se prav omakniti. Pa ko začutiš mrzo vetra, pa ko začutiš, da začne veter ful bolj močen pihati proti tebi, ne, iz smeri nevihte. Takrat ti je zadnji čas. Pa prve kaplje. To je nam indikator, mi vedno skoraj vztrajamo z fotografiranjem, do bomo rekli prvih večjih kapelj, no. Ker pol začne v bistvu zalivati fotoaparata, ne. Vse naredi, da včasih malo riskiraš, pa počakaš zaradi kakega udara strele še malenkost dlje, sam pa si že res ti čist na meji oziroma si že v nevihti. Pa moraš imeti res neko ful dobro avtocestno povezavo ali pa neko hitro cesto ali pa neko ravno cesto z nevelikim prometom, a ne, da se boš lahko pravi čas umaknil, da boš šel od nevihte nazaj stran, ne, da te ne bo zajelo. Ker ko si enkrat v nevihti, zdaj če gre za močno nevihto, boš težko hitro vozil. Ker so to res taki nalivi, taki sunki vetra pa toča, da polje boš počakati. Se pravi, če nimaš kam iti, bom tako rekel, ti je pri nevihtah najboljša rešitev, da počakaš na mestu stran od nekih dreves, tudi za avtoma, ne, če te zajame kdaj na poti. Sam, da si ti, da ti na varnem, da ti ne more neko drevo paditi, ne, pa da nimaš nekih panojev, ko bi se lahko na tebe podrla, ne. Obrjen proti nevihti, na primer, da nisi glih bočno, če so res močni sunki, a ne vetra. Pa počakaš. Vsaka nevihta mine. Tako. Sploh te močne. To je, ne vem, 20 minut ali pa 10 minut tistega najhujšega, no, bom rekel, toče pa vetra. Pa si pa v bistvu za njo, pa počakaš, da gre nevihta naprej. Ne se za njo voziti, pa nazaj v njo. Počak. Ne. Ampak to ti je boljša rešitev, ko pa da probaš nekam zdaj, sploh po avtocesti, ko se ljudje rečemo ustavljajo pri nadvozih, ne. Zaradi toče. To je taka napaka, to 100-krat bolj ogroziš vse okoli sebe in sebe. Pa tudi druge avte, če to delaš, zaradi tega, ker pač tistih par zrnc drobne toče, sploh pri drobni toči, ko se narod ustavlja, se na avtu ne pozna, pa tudi če se, to je pač pleh. Ti pa stojiš, pa v takim vetru, pa v neurju te nekdo ne bo videl, pa te nagazi. Zato to pač res vse to ful opozarjajo, tudi AMZS pa to je prav, da opozarjajo. Tudi v Ameriki to delajo, veš, pa se, ne vem, pred tornadi hočejo, rečemo tudi v kakšne podhode ali pa nadvoze, pa to skriti, to je no-go. Tam si še bolj izpostavljen, ker veter bolj potegne čez, na primer ob tornado, ne. Ja, to. Se kako je pa v bistvu izgledalo bolj tam v Italiji, ko je bila ta velika toča, ne? Mislim, je kakšna prigoda od tam, v bistvu kakšna izkušnja? V bistvu je ena taka, bom rekel, nora izkušnja za mene, bo to zaenkrat najbolj nevaren chase do zdaj, pa najbolj adrenalinski chase, zaradi tega, ker sem pač prvič, bom rekel, v življenju doživel to res, bom rekel, ameriško moč nevihte, ko pač res ni več tist hec. Ko tudi po radarju se je videlo, da je šlo za ogromno rotacijo, po pač odbojih se je videlo tak, pač bom rekel, ne vem, kako točno se reče, skoraj huk na radarju, no. Po radarju Američani pravijo, kadar pride do huk eho odbojev, a ne, po radarski sliki padavin, to je tak, bomo rekla, kaul, takrat veš, da je pač supercelična nevihta z močnim rotiranjem, se pravi, velika možnost tornada je takrat, kadar na radarju že to vidiš. Oni imajo tukaj dobre radarje v, rečemo, v Ameriki, a ne, da že sam po radarski sliki lahko reče, aha, tule pa gre res za skoraj verjetno za tornado, a ne. Pri nas slovenski radar od Darsota ne moreš tega vedeti, ne. Ne vidiš tukaj točno pač, zakaj se gre, a je dejansko supercelična nevihta. Pri nas, ker ena taka krogla nastane na radarju, bom rekla, vijolične barve, a ne, ko pri nas so ob toči ali pa ob močnih odbojih se vijolično barva na radarju. Tam imajo pa dejansko ful detajle, a ne. In pol je finta, da če to dejansko pogledaš za naš primer v Italiji, nas je že začelo takoj skrbeti v bistvu, kaj točno
prihaja na nas. Zdaj ti v daljavi vidiš, ko si pozicioniran pri Palmanovi neke tiste bliske, pa dejansko veš po tem, kar si po modelih gledal, da bo šlo za nekaj močnega, ko se začne pa to približevati, začne pa pač če dalje bolj adrenalin v žile, pa gledaš, ne vem, a si še na varnem, pol, ne vem, skrbiš za fotoaparat, da delaš slike zraven. Dejansko je ful adrenalinsko bilo, no. Ker si toliko enih stvari vedel že, v kaj se spuščaš, pa si dejansko to doživel, vsaj za mene je bilo to prvič, da sem videl te, bom rekel, nore strukture, ko pač res veš, zdaj treba pa pač pametno premisliti, kako se boš res omaknil, pa dokdaj boš sploh to fotko, ne. Se pravi, že ko sem sam tam bil, sem videl, zdaj pa to ni več hec. Res, tu pa zdaj gre za pač tudi za lahko si življenjsko ogrožen, no, če tam je drevese rušilo, veš, moraš res pametno pol odreagirati, ne. Mi smo takrat predolgo čakali, zato sem mogoče jaz zdaj govorim tako, da to meni bilo takrat najbolj adrenalinsko, pa najbolj noro do zdaj, sem mogoče sam zaradi tega, ker se nismo pravi čas umaknili, ne. Ker smo dejansko občutili, ker smo bili čisto na robu, tudi na suho so začele že pač večje kosi, toče so začeli na suho padati in smo dejansko ful predolgo čakali, ne. Hvala Bogu se je končalo srečno, no. Pa od tam imam enih par takih fotografij, ko še do zdaj jaz pravim, da v Evropi bom težko ponovil tak čas, no. Je tega čedalje več, tega si sicer ne želimo, ampak proti naravi zaenkrat, tako smo prej govorili, ne moreš. Moraš pametno, če že greš v take, bom rekel, tudi tornade pa to. Meni je cilj enkrat iti tudi v Ameriko, prav par kolegov imam, ko so že bili, pa vsako leto skoraj grejo, Pa ko vidiš pol tiste fotke, pa ko ti pravijo, kaj so doživeli, pač wow. Zdaj, če te to zanima, itak, ne. Tako da bo treba našparati. Se pravi, v bistvu je adrenalin tist, ki... Tudi, pa pol strast do fotografije, Vse povezano. Eno z enim, no. Kak adrenalin je to? Strah. Strah? Strah plus adrenalin, ne vem. Mešanica med adrenalinom pa strahom. Ko stojiš tam, pa ko čuješ, pa ko vidiš, ali pa sred noči, ko boš enkrat močno nevihto pozval od doma, prosim, čez okno. To je na pol sekunde ali pa na 1 sekundo se bliska. Pa skozi grmi v eno. Ti pa ozunji slikaš. In ti ne veš, a boš, mislim, ne veš. Reskiraš, no. Sploh, če stoji zraven fotoaparata ozunji, kar jaz dostikrat stojim, ker občudujem po eni strani, to moč, pa to bliskanje, pa strele, pa grom. Zraven me pa strah, logično. Najbližji udar strele do zdaj sem doživel, ne vem, 150 do 300 metrov stran od sebe. Kak je bil občutek? Ja, hlače so se stresle. Pač v tla? Pol je dost, pač ponavadi, ko doživiš tako bližnji udar, pa če si v zunji, imaš dost, greš na varno, greš v avto, poštudirati, zakaj si sploh stal v zunji. Pa pol naslednji dan narediš isto. Ja, to ni občutek, ni fajn, no, če preblizu udari strela, že če ne vem, kilometer stran od tebe udari, ni fajn, ker je res to tako glasno, sploh če gre za kako močno strelo, tako bom rekel pozitivno strelo, to je res tak zvok, da že če si v hiši noter ali pa v avtu, to se strese dobesedno, od zvoka se stresejo stvari, rečemo, ker je res tak močen bum. In če pa v zunji stojiš, pa logično, da ni luštno, no. Mislim, je pa ni, no. Ne znam opisati. Probam sploh zdaj, ko imam tudi jaz sina, čim bolj gledati na varnost. Se pravi res, da postavim fotoaparat, rečemo, če slikam strele ven, pa grem sedeti v avto, pa sem, ne vem, minimalno izpostavljen, dokler je, mislim, ko je nevihta res blizu, ko je nevihta stran, bom jaz vedno stal zraven fotoaparata, ker moraš zraven spreminjati nastavitve, Ni sam, da boš ti postavil fotoaparat, pa da bo on naredil vse. Kako bi pa v bistvu, kako pa spreminjaš nastavitve na podlagi česa? Za strele? Ja. Ok, za strele po noč v bistvu moraš vedeti, da bliže, ko bo strela, večja je možnost, da ti bo sliko prežgalo, da boš imel vse belo, če ne boš imel pravih nastavitev na fotoaparatu. Točne nastavitve moraš sprobati dejansko, toliko je spet enih faktorjev, od tega, ali je strela v dežni zavesi, ali je strela na suho, pred dež. Koliko imaš lunine svetlobe tudi,
če vidiš, rečemo, da ti luna iza hrbta sije, pa da iz tam prihaja nevihta, ne. Ne vem, neka osnova, ko bi se jo ne vsi držali, je pač, ne vem, zaslonka na F8, na začetku, ne, po noč govorimo. ISO 800, to Američani pravijo, jaz ga imam sicer manj, pa 8 sekund, ne, čas fotografiranja, se pravi, če bo v tistih 8 sekundih udarila strela, ne, v tja, ko imaš usmerjeno za takimi nastavitvami, boš jo imel na sliki načeloma, če ni res preblizu. Se pravi, to je za neko daljšo razdaljo. Bliže, ko potuje strela, višjo oziroma bolj moraš zaslonko spreminjati. Ne vem, do F, ne vem, tudi 20. Se pravi, bliže, ko je, bolj moraš dvignati F, ne. Zdaj pa dlje, ko je strela, lahko tudi spuščaš, to je, se pravi, zaslonka ti je F stopnja, ne. Pa vedno moraš pol gledati na to, da dlje, ko je strela, objektiv zdaj za nadaleč, če hočeš bolj iz varnega kota, ne, fotografirati strele, boš rabil en zoom objektiv. Se pravi, ne vem, 200-400 mm na primer, ne. S tistim pol lahko iz varne točke, brez da si sploh karkoli ogrožen, že narediš res lepe slike, a ne, strel. Meni pa ponavadi, ko grem strele slikati, je glih to, da pač čim bližje, ne. Če si preveč davč, ni adrenalina, ne? Točno tako. Pa ni, tudi slike, mislim, fotografije, strel od blizu, bom rekel, ne zdaj čist blizu, če je preblizu, tudi ni fajna, ne, pa redke fotke strel so od blizu sploh dobre, ker dejansko imaš pol samo en del strele, pa nimaš neke lepe kompozicije. Pri strelah je meni cilj, da res, da bi dobil, ne vem, tako sem rekel, ali termoelektrarno Šoštanj pa zraven, ne vem, nek udar strele v njo, ali pa ob njej, ali pa za njo, a ne, ali pa na morju, da dobiš ti neko ladico, pa strelo zraven, pa zraven, ne vem, nek polotok, ali pa kak otok, pa strela v otok, ali pa, ne vem, karkoli ti je cilj kompozicija, a ne. Iščeš nekaj lepega, iščeš neko strast, iščeš nekaj, da naredi pol tisto sliko. Sam strela sama po sebi, morje pa strela mi več ni, na začetku sem tudi to bil, a ne, vesel. Zdaj pa pač... v prazno morje. Ja. Ja. Ampak zdaj pa iščem res, da je nekaj več, ne. Da pač, ko pogledaš pol na koncu fotko, da rečeš, wow, to je pa nekaj posebnega, ne. Bomo naredila malo pauze, da se tole na tole nekaj nastavim, ko nekaj ne štima. Ok. Evo ga, mislim, da smo nazaj. Ok, cool. Ima se reče EPP. Ja. Reklame čist spustili, pa to, da to je to. Tudi to mora biti. Ja, ne, nimam jih. Ja. Kratka pauza. Ja, škaj v bistvu zmerom je, mogla bi biti ena tehnična ekipa tukaj zraven, ko bi dansko za vse take situacije znala poskrbeti. Tak pa je budžet varianta za začetek tega. Čez 10 let bomo verjetno imeli na produkcijsko hišo zadnje za sabo, pa bomo lažje to speljali. Ampak ja, verjetno. V bistvu mi je ful zanimiv pogovor zaradi tega, ker vsi se na naravo tak malo se zgovarjamo, malo ne znamo, malo je po občutku, vsak po svoje si to nekako razlaga, a ne. In mi je v bistvu zanimivo tudi to, zakaj je toliko različnih teorij, a ne, recimo o vremenu, a ne, pa kako v bistvu te teorije dejansko pol vplivajo na mnenje, a ne. Dostikrat je to povezan z mnenjem vsakega posameznika, a ne. Ne vem, kako je tvoje mnenje, mislim, kaj misliš, da bi bilo smiselno narediti, da bi bilo bolj poenoteno, no, vse skupaj? Jaz mislim, da je problem v zadnjem desetletju glede teh teorij, tudi zarot, pa nasplošno teorij, a ne, internet, Facebook, Instagram, TikTok, vsak lahko napiše vse, tudi jaz, tudi pač, mi smo Meteoinfo Slovenija, mi smo, a ne, delamo to zaenkrat hobi, se pravi ljubiteljsko, noben ni plačan od tega zaenkrat od nas, a ne, pa nas berete, pa nas spremljate, ampak še vedno tu so strokovni ljudje ozadje, tu so ljudje, ko dejansko napovedujejo vreme že celo življenje, nekateri so zaposleni, celo tudi drugje, ki delajo to kot pravi job, a ne. Hotel sem pač povedati to, vsak lahko napiše vse. Se pravi, Janez iz, ne vem, bom rekel, Kranja bo napisal, da če, ne vem, boš kis polil ali pa skuhal, a ne, boš pregnal oblake. Ok, Metka iz, ne vem, Kranja se bo strinjala, lahko da se ti strinjaš, ne vem. Širjenje informacij na Facebooku, a ne, je tako, da dejansko pol to ogromno ljudi prebere, pa si reče, aha, sem mogoče mi pa ja logično, sem mogoče pa to dobro napisan. Nisam skuhaš kis, dejansko o tem se lahko marsikaj prebere, a ne, nekdo je napisal ogromno o tem. Za mene je to pač larifari. Če to pač pol ljudi verjame, zato ko so na Facebooku prebrala, ne,
jaz nisem zato, da se bom v konflikt spuščal, a ne z njimi. Bom probal iz strokovnega vidika povedati, zakaj to pač ne gre. Tudi sam nisem glih strokovnjak zdaj na tem področju, a ne sem samo uk. Ampak pač trenutno se meni zdijo pač znanstvene razlage, ki jih preberem, a ne v knjigah, pa na internetu, pa ko jih čuješ dejansko od ljudi, ko delajo to celo življenje ali pa ko so se učili, pa ko so si mogli par inštitutov narediti, pa diplomirati, a ne, da govorijo o vremenu. Če oni tako reče, pa če je njihova razlaga meni bolj točna, ko pa neka razlaga, ko jo preberem ali pa ko jo vidim na TikToku, je to moje mnenje. Zdaj pa, če pač je Facebook tak nared, pa a ne, zdaj ta socialna omrežja, da pač si lahko vsak to po svoje razlaga, pa okej. Jaz mislim, da je glih tu problem to, a ne. Pa ne samo za vreme, nasplošno. Ogromno stvari, tudi političnih pa ostalih stvari, jaz mislim, da je problem to, da pač vsak lahko vse objavi, no. Zdaj pa pač vsak si sam razlaga, ne. Vsak ima svoje mnenje, jaz ne bom enemu svojega mnenja v silo. Bom probal predstaviti svoj vidik, zakaj jaz mislim, da se s tem ne strinjam, poj pa na njemu se bo odločil, pa bo še naprej verjel to, ali pa bo po mene poslušal, pa si kaj več sam prebral, a ne, na to temo pol. Vse, če vpišeš noter na internet, lahko prave vire najdeš, pa preveriš dosti informacij. Tudi z ChatGPT-jem ali pa z ostalim tem umetnim inteligencijam, a ne, z orodji, si lahko v današnjem času že dost pomagaš. Mislim, da tudi ni vse za verjeti, moraš paziti spet, kako zastaviš vprašanja, a ne, ampak če ti on da nek zanesljiv vir, pa če ti nekaj pač odgovori, še vedno lahko tisti vir pol preveriš, kdo je res pol to napisal. Zdaj, če je to nek znanstvenik napisal, okej. Jaz ne pravim, da imajo vsi znanstveniki vedno vse prav. Samo velika pa večina, če se nekih ljudi o nečem strinja, pa verjetno je že tekno. Jaz sem takega mnenja. Ja, ne, ker je ogromno teh raznih chemtrailsi in tako naprej, a ne. Oblaki se rišejo in vse te stvari, a ne. In je ogromno nekih takih polemik, a ne, ki na koncu v bistvu človeka malo begajo, a ne. Ne veš več, a ne, kdo je, kaj je res, a ne. Sej tudi pustimo, a ne, tudi teorija zarote, a ne, ima lahko neko podlago, morda pa tudi ne, a ne. Ja. In zdaj, kako daleč smo v bistvu zdaj pri tem, a ne. Zdaj, če smo rekli, da ta srebrojodid spuščajo v oblake, a ne, se pravi, so to v bistvu zadnji testi, očitno neki lahko, neki očitno ne, a ne. Zdaj, če je to uradno neki potrjeno, a ne. Me zanima v bistvu, kako daleč so pa prišli ti testi, recimo, pa kaj deluje, pa kaj ne deluje, a ne. A ima to v bistvu, ne vem, chemtrailsi, ko nekaj časa puščajo, je to v bistvu ima neke posledice ali nima posledice? Ne vem, koliko ste se recimo vi s tem ukvarjali, ne? Ali se niste, ali ni bilo v bistvu nobenega, je to v bistvu čisto drugo področje, ko ne govorimo nekaj na splošno, mislim pač govorimo o tem, koliko se zdi nam smiselna protitočna obramba, a ne, s srebrovim jodidom v Sloveniji, pa tudi Avstrijci jo imajo, a ne. Ampak že sam na podlagi tega, se pravi, Avstrijci imajo, mislim, da 7 ali 8 letal, govorim iz glave, a ne, teh protitočnih, a ne, ko to delajo. Pa imajo vsakoletno škodo z točo. Zdaj, če bi to pomagali, sem jaz mnenja, da pol bi mogla biti manjša, ali pa bi mogli ugotoviti z leti, da to dejansko res pomaga, a ne, pa bi mogla biti neka območja, kjer ta letala, a ne, kao spuščajo srebrov jodid, a ne, gor takrat ob nevihti, res zaščitena. Meni se zdi, da niso, no, meni se zdi, da vsako leto pač vidiš poročila o toči, pa tudi mi hodimo na teren, pa vidiš, da je letalo, ker vidiš ti, ko greš slikati, a ne, da je letalo v zraku, protitočno. Lahko Skyscanner pogledaš, pa točno vidiš, a ne. Ja, se kot vse vidiš. Ja, in dejansko ti ga tudi vidiš ga, ne. Pa slikaš nevihto, pa greš pol posledice nevihte, rečemo pogledati ali pa poslikati, da poveš, kaj se je dogajalo v nevihti, da obvestiš, da je nevarna nevihta, a ne naprej. Mi smo vedno pol tudi v live, a ne, na Facebooku ali pa, mislim, v live, pišemo za te možnosti toče, a ne, pa pol gremo posledice poslikati, zato da opozorimo, da pač ljudje res probajo zaščititi avte, ali pa da se omaknejo, če je kdo na pohodu, ali pa če kdo hodi v gore, a ne, da probaš širiti informacijo, pač kaj preti takrat, ali je nevarnost vetra, ali je toča, a ne, pa vidiš to letalo, a ne, v zraku, pa še vseeno vidiš, da je pač stolklo vse po domač povedano. Se pravi, lej, jaz osebno bi verjel, če bi videl, da je kaj, a ne, bilo pač preprečeno. Tako pa jaz zaenkrat nisem videl, da bi res pomagalo. Tudi moji kolegi bi se strinjali s tem, da to ne pomaga, no. Kar se tiče pa drugih stvari, ko si rekel za chemtraile, sledi od letalov, ko se vidijo, jaz nisem za to področje neki ful poglobljen, niti ne berem ful o tem. Jaz sem mnenja, da to, da nas neki škropijo ali pa nalašč, da nas neki to ne, a ne. Vsekakor pa je to izgorevanje, a ne, se pravi kerozin, letalo, vemo, kaj je letalo, na splošno gorivo, a ne, pa to. Se pravi, onesnažuje 100%, a ne, atmosfero pa okolje.
kuk fejst je to povezano z vremenom oziroma z atmosfero, kaj se pol naredi zaradi tega, pojma nimam. Mogoče bi bilo fajn prebrati, sam še nisem, no, kaj več o tem kdaj, sam da bi pa namensko neki zletalim na nas, to pa sigurno ne. Vsaj jaz sem takega mnenja. Ker neka teorija naj bi bila, Okej. da je teorija, ne, da recimo pred večjim deževjem oziroma predne se dejansko oblaki začnejo formulirati, ne, je v bistvu veliko teh, rečemo, da so teh sledi letal v ozračju gor, ne. In da dejansko s tem se povzroča akumuliranje oblakov in vlage in tako naprej, ne, se pravi neka umetna tvorba, ne. Ja. Ker tudi recimo neke informacije so bile, da uradne, ne, iz strani Saudske Arabije, da so dejansko začeli delati atmosfero, ki bo v bistvu omogočala več deževja in tako naprej, ne. Tako da v bistvu ena teorija govori, da je to možno, a ne, druga teorija govori, da to ni možno, a ne. In zato je to beganje lahko na koncu, a ne. Take različne, a veš, stvari, ko si Saudsko Arabijo, a ne, omenil. Ja. Oni dejansko lahko naredijo, kakor sem jaz tudi bral, ali kakor vem, jaz se ne poglabljam v to, a ne. Oni lahko naredijo, mislim, da deš na nekem ful malem območju, a ne, ali pa mogoče sneg, ne vem, če je bilo takrat za olimpijske igre, ne vem, kaj je Rusija, takrat, ko so bile v Rusiji, a so oni sneženja, umetni sneg neko tudi delali, ali kaj je že bilo, ne vem točno, no. Ampak to, da pa z temi potniškimi letali oziroma z ostalimi letali, da bi oni dejansko neke oblake ustvarjali, ali pa da bi nalašč slabo vreme, a ne, zaradi tega, ko letala preletavajo, ko so te sledi gor, to pa ne, no. Vsaj jaz mislim, da ne, no. Drugo je pa, kaj se razvija. Jaz sem rekel, jaz ne rečem, da mogoče čez 100 ali pa 1000 let, ne bo možno upravljati z vremenom. Jaz verjamem, da se na tem dela. Mislim, pač človek, veš, kak je. So vojne, so apetiti, a ne. In če bi kdo razvil, ne vem, kdaj, da lahko upravlja z vremenom, jaz mislim, da je to nekaj največjega, kar se bi pač dal. Sam zaenkrat mislim, da nismo tam. Ker če bi kdo to imel, bi že... Ja, ker recimo zdaj že imajo to frekvenčno, a ne, ti dejansko lahko ogenj gasiš z frekvencami, a ne, nizkimi, a ne. In vse živo že obstaja, ne. Mislim si, to vojaška industrija je precej razvita, ne. Marsikaj pride v komercialno uporabo iz vojaške industrije ven, a ne. In iz tega razloga, ne. Ja, v bistvu pač zanimivi so mi ti fenomeni, ne, veš, in ni nič narobe, recimo, če se pogovarjamo o teh stvarih, a ne, zato ker na eni strani so ena dognanja, ena informacija, na drugi strani so druga, a ne, in na neki točki bo v bistvu verjetno prišli do nekega soočanja ali pa mogoče neke realnosti, a ne, kaj je v bistvu možno, pa kaj ni, a ne. Smisel, da je že, v bistvu, jaz ne poznam teh tem smisel, če veš kaj več, a ne, o tem, da Tudi ne. da je lahko kakšna širša debata na tem področju, a ne. Ja, ko pač vsi jih vidimo, a ne. Ja. Ko so konstantno Samo se to pojavljajo. vidiš zaradi tega, ker je pač takrat čisto ozračje, a ne, na primer, sledi od letala, ne. Ali pa je to atmosfera, recimo, gor majčkeno drugačna v tistem obdobju, a ne. Tako. Verjetno Zaradi zato. temperatur takrat, ki so, a ne, na tisti višini, ko letalo potuje, a ne, pa zaradi tega, koliko je vidljivost, pa čistoča atmosfere, pa tako naprej, zato se te sledi. Enkrat jih vidiš, da so dlje obstanejo, enkrat pa manj, ne. Vsaj jaz sem takega mnenja zaenkrat. Ve pa se, da pač probujejo, a ne, to, ko si rekel Saudska Arabija, pa to, da probujejo nekaj razvijati, a ne. Koliko pa dejansko lahko naredijo na tej temi, pa jaz osebno nisem bral nikoli še o tem. Ne, jaz mislim, če v bistvu recimo tudi se na tem področju v bistvu pač informirate, da vidite približno iz katere smeri, pa če so kakšne razvojne smeri, a ne, v tej smeri, bolj to smisla, a ne. Kaj pa je v bistvu bil posledica, ne vem, tega recimo, ko si se ti podal v te vode, a ne, se pravi, si šel v vode tega fotografiranja, ne, koliko si mogel način življenja spremeniti? Ja, dost. Mislim, dost. Pač, veš, največji problem je to razložiti svojim bližnjim, a ne, ki te poznajo, da boš pa zdajle sred dneva, ali pa ne vem, sred noči, ali pa sred nekega trenutka, ne, mogel pa iti slikat. Ker pač ti ne moreš vedeti, kdaj točno bo nek nevihta, na primer, ne, ali pa kdaj bo nek res dober potencial za te, rečemo, za strele, a ne, poletje, ali pa za, ne vem, vodne trombe na morju, ne, ali pa kdaj bo možnost, ne vem, tornado v Italiji, a ne, in ti moraš uskladiti dejansko prav svojo službo, pa svoje privat življenje. Zdaj imam še otroka, moraš gledati, da bo šel po njega v vrtec, a ne, oziroma kdo ga bo počuval, če bom šel, a ne.
za svojo boljšo polovico se moram zmeniti, da ona proba, rečemo, tudi pomaga, da gre ona po njega ali pa da ga bo ona počuvala. Pa kdaj pol vrnati nekako uslugo tudi. Se ni, da bom zdaj jaz leto okoli, ona bo pa sama, naprimer. Ali pa služba isto, Jaz delam kot pismonoša, v Žalcu, tam že vejo, da ko je poletje, da probam kdaj koga prositi, da bi me lahko zamenjal, da lahko jaz pač skočim pa pol vrnem uslugo, Dejansko je ful nepredvidljivo na vreme. In zato je res skozi neko v movingu, pa že ko spremljaš, malo veš, tako sem prej omenil, gledaš modele, jutri je možnost neviht, ne vem, bomo rekla zdaj na Madžarskem ali pa v Prekmurju, naprimer. Kako bom zdaj jaz vse zorganiziral, pa shajno, da bom sploh lahko slikati, Pa moraš vedeti, ob teh dolgih časih, ko gremo ali pa ko grem pot nazaj, se pravi, ti si prišel nekam, lahko je to včasih za sosedovo hišo po domač povedan, da slikam, lahko je pa to res, 500 km stran. Zdaj pa naslednji dan je spet včasih služba, se to ni čez vikend. Ti vreme spremljaš dejansko skozi celo leto, Tudi za sneg ali pa za žled ali pa za ivje, ko so kako lepo ivje, ob soncu, ki pokažejo visoko gore pa to. Ti moraš dejansko tedi reči, zdaj pa jaz grem. Ker če ne zamudiš, ne moreš zbirati, Koliko časa pa traja, recimo, tako, če odštejemo pot, koliko časa traja, recimo, potem ta... Čas, nasplošno? Ja. Oziroma tisto, ko slikaš pa to? Ja. Pri nevihtah je glih to zanimivo, da včasih lahko to traja, če se dobro odločiš, skoraj cel dan, včasih lahko pa traja to, 15 minut. Dostikrat greš ti tudi nekam daleč, pa rečeš, zdaj sem tu, pogledaš modele, na koncu v bistvu vidiš, da ne bo nič ali pa da bo 100 km stran se dogajalo, In dejansko se dostikrat lahko tudi naredi, da si šel, bomo rekli, zastonj, oziroma da nisi nobene fotke naredil, Da si bil na napačnem mestu ob nepravem času, čisto tako. Če se pa pravilno odločiš, to so pa pol za izkušnje, tudi, pa vsako leto vidim, da sem bolj izkušen po domače, Več stvari vem, več stvari znam prebrati si o tem, bolj znam spremljati, rečemo, pomikanje neviht, kje bojo nastale, tudi radar, pa rečemo, modele si znam vsako leto boljše razlagati, In če se pravilno odločaš, če prave odločitve sprejemaš, da se pravi čas tudi umikaš, ko pofotkaš, rečemo, nevihto, jo lahko slediš, to je cilj storm chasinga, da si ti pred nevihto, ob nevihti, dokler nevihta traja ali pa se razvije, potem nova nevihta, blizu tebe, pa greš na tisto nevihto, pa tisto slikaš, Zdaj, najboljši trenutno, bom rekel, čas je bil lansko leto celo tule v Celjski kotlini. Začel sem pri Podvinu pri Žalcu, ko je nastala tista supercelična nevihta, ko je lansko leto tudi pri nas, mislim, da okoli 10 do 12 cm. Ne, 10 do 11 mislim, da je bilo na centimetrov toča. Tu v okolici Žalca, pa Gotovle, pa tam okoli. Začel sem tu, potem sem se pa pomikal z svojim kolegom v bistvu na avtocesto, pa v smeri Maribora skoraj do meje z Madžarsko. Oziroma zaključil sem na meji z Hrvaško pri Vučji vasi. Pa sem sledil isti nevihti čez pol Slovenije, bom rekel, Pa sem jo po fotku najprej Podvin pri Žalcu, potem sem šel na izvozu z Lopata dole, rečemo, iz avtoceste. Pol sem mogel čez tisto delo na avtocesti priti, tam sem bil nervozen, ker sem vedel, da mi lahko avto razbija, Ko je bilo lani, so delali tukaj avtocesto proti Mariboru. In sem stal v zastoju in hvala Bogu, da sem vse pravočasno odreagiral, da sem čez ti zastoj prišel, brez da bi me nevihta ulovila, da bi me avto razbila, ker je imela res tudi kasneje pol še kar točo, tudi okoli 5 cm na večjih predelih Slovenije tam. Pa sem šel dol na izvozu za Pragersko, pa sem jo v bistvu slikal v smeri skozi do Ptuja. Od Ptuja naprej pa še proti Vučji vasi, ko je ena povezava. Je nastala še pa ena nova nevihta, ko je prišla iz druge strani, Tako da sem v enem dnevu dejansko dobil neke udare strel takrat čez dan, to supercelično nevihto z res norim mezociklonom, ko je pač res taka textbook supercelica bila, da lahko rečemo. Po fotku sem jo iz večjih lokacij v različnih ciklih, ker vsaka nevihta ima svoj cikl. Od razvoja do tega, da razpade, In dejansko sem to nevihto, bom rekel, polovil od razvoja pa do tega, koliko je razpadla, In takrat rečeš, da je bil čas uspešen, To je tak dober feeling, ko pol veš, da je šlo vse tako mora iti, Odlične. Mislim, fotke odlične, škoda, ki jo je pustila nevihta, pa bož, da ne govorim. Katastrofa, res.
Sploh območje tule, mislim, da Sveti Jedrt pri Gotovljah, ne, pa tam okoli. Tam je res padala, res debela toča, pa veš, da že jaz, ko čilije rad sadim, vem, da pač, ko imam 100 sadik čilija, ali pa tudi, če jih ne bi imel 100, ko ti to razbije, ni fajn. Jaz vem, da kmetijstvo trpi, tudi objekti trpijo, avti trpijo, a ne. Žal je tako, da na to ne moramo vplivati, a ne. Nikoli ni cilj, da bi pač bil vesel, da je nastala nevihta, pa da je nekomu povzročila škodo. V bistvu sem vesel, da sem ji lahko sledil, pa da sem jo pofotografiral, a ne, da sem jo lahko zajel, pa da lahko pol nekdo to vidi, a ne, tudi kasneje, lej, wow, iz tega je to prišlo, a ne. Tako da, ja. Kak je pa tvoj cilj Cilj? s fotografijami? Ja, zdaj trenutno mi je res en izmed prvih ciljev, da bi kdaj osvojil natečaj od National Geographica za kako nevihto, no. National Geographic pač ima take teme, a ne, kjer moje nevihte mislim, da lepo se lahko vključijo. Eno izmed tem, ki se je reče vsako leto, mislim, da je moč privlačnosti. Ena izmed tem, ki je tudi mi mogoče zanimiva ob nevihtah, je pokrajina, ki so imeli zdaj par let zapored. In mislim, da če mi bo uspelo narediti eno res posebno fotografijo, da bi osvojil ta natečaj, bi bil res ful vesel. Drž pa pol svetovni natečaj za meteorologe, ki obstaja. To mi je pol tudi ciljno. Nisem se še prijavil, ker sem mnenja, da moje fotke še niso dosti dobre za tja. Vsako leto pa mislim, da sem bolj izkušen, da delam lepše fotografije, da imajo fotografije tudi pomen, a ne. Da nisem, zdaj res tako sem na začetku rekel, ko sem začel, a ne, loviti nevihte pa fotografirati strele, sem bil vesel, če sem že samo strelo ulovil, a ne. Pa ali je bilo to med oblaki, ali je bilo to samo na morju čist, pa si imel samo morje, pa odsev strele, a ne. Se ne rečem, da ni lepa fotka, a ne. Sam zdaj iščem tisto več, a ne, da bi neko, ko pogledaš ti, rečemo, ali pa nekdo, ki me ne bi poznal, ko bi pogledal mojo fotografijo, da bi nekaj začutil, da bi videl, le tole ima pa dušo. To zdaj iščem. To mi je cilj, se pravi, povedati neko zgodbo. Ne samo, da sem bil tam, a ne. Rad bi, da začutijo ljudje, ko pogledajo mojo fotko, nekaj. Da nekaj doživijo ob tem, ko pogledajo, a ne. To je zdaj meni cilj. Kar se tiče fotografije. Ja, to je čar fotografiranja. Ja. Vsak ima svoj pogled, pa svoj view, a ne, kot Tako. fotograf, a ne. In potem to prikažeš v širši okoliš, a ne. Tako. Kaj je pa v bistvu cilj, ko si rekel tam Meteoinfo Slovenija? Ja. Da bi javnosti čim bolje predstavili vreme na splošno, da bi jih čim bolj informirali. Večkrat imamo mi kake članke oziroma napišemo kaj glih o razlagi, zakaj prije do tega pojava, zakaj prije rečemo do odstopanja, bom zdaj rekel po domač, snežne odeje, se pravi, ko smo glih v tem letnem času, a ne. Zakaj je rečemo tu zapadlo tako malo snega čez en hrib, ko si šel, ali pa čez en kraj stran ga je pa rečemo 15 cm, tule ga imaš pa 2 cm. Se pravi, probaš razložiti, zakaj je do tega prišlo, a ne. Zakaj so taka odstopanja. Pol hočemo predstaviti ljudem, sploh poleti, a ne, ob naši karti neviht, da se znajo organizirati, da se lahko odpravijo varno, rečemo, bom rekel, v gore, ali pa varno na dopust. Probamo zajeti tudi slovensko obalo, pa hrvaško Istro tudi, a ne, ker vemo, da ogromno Slovencev gre dopustovati na Hrvaško, a ne. In ti poskušaš poleti pravi čas, bom rekel, povedati, da je možnost nekih močnih neurij, da se ljudje, ki so v kampih, rečemo, a ne, zaščitijo, da če prije do takih dogodkov, ko so bile tiste poplave leta 2023, a ne, da ti poveš prej, dan ali pa dva prej, možnost je obsežnih poplav. Se pravi, prosim, zadržujte se stran od vode, tisti, ki živite, a ne, ob neki reki ali pa ob neki hudourniku, prosim, bodite pripravljeni zapustiti konec koncev, a ne, tudi svoj dom ob takem času. A veš, marsikdo ne jemlje teh napovedi, ne od nas, bom rekel od Arsota, a ne, dovolj resno, ne vem. Ja, vse, kar dejansko se točno to dogaja, a ne. Potem sploh potismo, a ne, ko so se te poplave zgodile, a ne, saj je bilo v bistvu potem veliko opozorila, ne, ampak preredko se v bistvu to, recimo, se napove, ne vem, oranžna ali pa rdeča alarma, ne, v resnici se pa nič ni zgodilo, ne. Tu je pa
Če mene vprašaš, problem tudi v Agenciji Republike Slovenije za okolje, ker da ti izdaš neko, bom rekel, nek oranžni ali pa rdeč alarm, se bo najdla večina, bom rekel, prav Slovencev ali pa ljudi, ko bo rečemo, na koncu, ko se nič ne bo naredila, ne, rekla, nič ni bilo, strašili ste, ne. V bistvu je problem, da ti hočeš kot Arso opozoriti ljudi, da je možnost. Saj ti ne rečeš, da bo 100% tek. Ljudje bi mogli to v zakup vzeti, da je možno, da se to naredi, se pravi, jaz sam pri sebi vem, da če mi bo nekdo rekel, možnost je potresa, če bi lahko kdo to rekel, ne, bi se probal zaščititi pa pripraviti, pa tudi če bi šel en dan drugam živeti, ali pa se bi en dan odpravil na neki izlet, ali pa ne bi šel v službo, ali pa karkoli, ne, če pride do rdečega alarma, ne, zdaj govorimo v najvišji stopnosti, ne, pripravljenosti. Jaz mislim, da se premalo resno jemljejo ta opozorila, no. Recimo takrat 2023, tiste poplave, ko so bile takrat, je tako, kakor sem jaz pa kakor zasledil, je to marsikoga presenetilo, niso pričakovali, so pričakovali naslednji dan, da se bo to zgodilo, ne. Prepozno je takrat Arso izdal rdeč alarm. Arso je rdeč alarm izdal v bistvu takrat 4. avgusta 2023 je bilo to, ne. Mislim, da šele zjutraj, da so imeli tiskovno konferenco, ko je bilo že prepozno. Takrat je v tisti noči padlo, to smo prej govorili, ne, koliko dežja je padlo na določenih območjih, ne, v tisti noči. Mi smo, bom rekel, ljubiteljski, ne, pa smo opozarjali na to res, opozarjali. Povedali smo, da je možno. Zdaj, mi smo amaterska pač stran, ko nas ne bere toliko ljudi, ko pa rečemo Agencijo Republike Slovenije za okolje, ne. Zakaj so oni tako pozno takrat izdali opozorilo, ne vem. Oni mislim, da so imeli najprej oranžno opozorilo, rdečo opozorilo so pa res, mislim, da šele zjutraj, takrat proti jutru izdali, ne. Ne vem pa, kakšni so to procesi v zadnji, da oni sploh lahko dajo rdečo opozorilo, ne. Zdaj, če že imaš oranžno opozorilo, to že pomeni, kar se poplav tiče, ne, da so možna razlivanja, se pravi, je bilo povedano iz njihove strani, da je možnost poplava, ne. Je pa res, da je ful težko bilo napovedati takrat, da bodo tako močni, ne, teti pasi padavin vztrajali na takem območju, ne. Vedelo se je, da je možno, ne pa, da bo to, spet, kjer model gledaš, ne, zdaj, to je, tako ko smo prej govorila, lahko 10 različnih meteoroloških modelov, ko oni mogoče niso takrat verjeli, da bo dejansko šlo v najhujši možni scenarij, ker ti imaš lahko 3 scenarije, ne, imaš lahko, ne vem, bom rekel, najmanjši možni oziroma najlažjo obliko, ne, srednjo obliko pa najhujši scenarij. Takrat 2023 je šlo pač žal za najhujši scenarij, ki se je uresničil po modelih, ne, ki smo jih vsi gledali. Ljudje pa mogoče res takrat niso bili dosti obveščeni, no, kar se tiče tistih poplav. Moje mnenje je, da se je prepozno začelo mogoče iz strani, ne, bom rekel, nas tudi pa drugih opozarjati, samo ti ne moreš 2 dni pred dogodkom tudi ne povedati, da bo tako hudo, ne. To je svet okoliščin bil tak, da je šlo res za najhujši scenarij. Tega si noben ni želel, tebi ni cilj strašiti ljudi, tudi nam ni cilj to, nam je cilj opozoriti pa povedati, da je možno, da se nekaj takega uresniči. Da si lahko neko ljudje predstavljajo ali pa splanirajo, kako bo tisti dan potekel na splošno, ne. Kar se tiče poplav in neviht pa vseh drugih, tudi če bi rečemo bilo meter snega, ti je cilj pač to napovedati en dan ali pa 2 dni prej pa opozoriti, da bojo ljudje vedeli priti v službe ali pa ne iti od doma, ne, ali pa karkoli takega, ne. Kako je možno, da so se v bistvu te celične nevihte takrat tako pogosto pojavljale, ne? V tistem poletju jih je bilo ogromno, ne? Tiste več, ko smo prej rekla, linije neviht? Ja, tako v bistvu več, ne vem, tako da bi rekel, cel mesec jih je bilo. V enem mesecu, takrat so šle res, tako sem rekel, 4, mislim, da 3-4 sistemi nevihtatih, a ne, so šli čez Slovenijo. To je čisto odvisno. Vsako poletje je drugačno. Nobeno poletje ni, rečemo, ko so nevihte, ne, da bi bilo fejst podobno nekemu, ali pa so odstopanja na par leta, ne. Ti imaš poletje lahko, bomo rekla, bolj suho, pa imaš sam tu pa tam, se pravi, imaš sušo, a ne, pa imaš tu pa tam kakšne nevihte, tudi močne, a ne, vmes. Lahko imaš pa tako leto, ko je bilo takrat, ko si imel v enem mesecu res 4-5 tetih sistemov neviht, a ne, ko so bili res ful močni, zato si jih je marsikdo tu zapolnil, a ne, ker to ni tako pogosto za naše kraje oziroma za Slovenijo. Takrat je dejansko čez Evropo to v bistvu potovalo. Pogoji so bili taki, a ne, kar smo prej rekla, sestavine so bile na mestu, da je bil pogoj za taka močna neurja tako pogosta, ne. Upam, da se taka sezona ne ponovi, kar se tiče škode, hitro, a ne. Ker dejansko se tu vidi, če ti zdaj omenjaš to, pol veš, da tisti, ki ne spremlja toliko vremena, pa da si je to zapolnil,
ve, da, misli si, da ni kaj bilo v redu ali pa da je pač mogoče iz tega kdaj kakšne teorije zarote tudi nastanejo, a ne. Nekdo, sam pravim, nasplošno, ko spremljajo ljudje pa ko vidijo, da v enem letu, a ne, da se nekaj takega naredi, kar niso navajeni, začnejo pol razmišljati, saj ni nič narobe, če začneš razmišljati, zakaj, a ne. Samo to je čist nekaj vsakdanjega, mislim, pač cikli, a ne, ti vremenski potekajo, ne vem, na 20 let. Zdaj pa bolj, ko se rečemo morje segreva, ne, trenutno, bolj, ko bo pač, ne vem, tule Jadransko morje toplo čez poletje, a ne, večja bo možnost za te močne nevihte, za poplave pa tak naprej, ker je več razpoložljive energije, pa pač te nevihte so močnejše, a ne. Mislim, da tudi letos je bilo recimo popoldan zmerom neka nevihta. Ne? Se koliko pa v bistvu te spremembe, vremenske spremembe vplivajo na to, no? Tako, koliko vi spremljate to pač okolje, pravijo, da je zmerom ta ogljični odtis, ga je treba zmanjšati in tako naprej, ne? Kaj to dejansko pomeni? Kako vi to vidite? Zdaj točnih pač zelo informacij, kar se globalne temperature nimam pri sebi, samo hočem pa povedati to, da je tukaj fejst važno to, da res na globalni ravni, a ne, se Zemlja kot planet segreva. Za stopinjo, rečemo, ne vem, ali pa bomo rekla zdaj na pamet 2 stopinje na letni ravni, ne na letni, ampak na mogoče v 10 letih smo se segreli, rečemo, za stopinjo, ne. In to ti da avtomatsko vedeti, če se res segrevamo na globalni ravni, da nekje bo prišlo do večjih tatih, bomo rekla, poplav, ekstremov nasplošno. Nek bo suša, kjer niso vajeni, se pravi, vsi tati, rečemo, atmosferski procesi se mešajo, se premikajo hitreje, ko so se pa prej. Jaz vem, da so bila odstopanja, da ima Zemlja nek cikl, ne, da se je včasih tudi ohlajalo, pa se je segrevalo, pa se je ohlajalo, pa da je to na par tisoč let. Sam dejstvo je, da tako hitro, ko se zdaj segrevamo, se mislim, da še ni. Ne vem, podatkov realnih ni za prej, ker nismo imeli ne tehnologije take. Tako da spet, to je stvar posameznika, kako si razlaga. Jaz si tako razlagam, da vsekakor ni dobro, no, da se segrevamo zdaj trenutno, ker imaš več teh, bom rekel, močnih poplav, več imaš hurikanov, rečemo, ali pa orkanov, a ne, v Ameriki, zaradi toplejših morja, a ne pa tega. Na določenih mestih, ko prej ni bilo suše, imaš sušo. Že sam sneg, če pogledaš za Slovenijo, jaz sem mnenja, da, ko se spomnim, ko sem jaz bil otrok, december, januar, pol metra snega ni bilo nič takega, po domač povedano. Zdaj, v zadnjih 10-15 letih, lani smo imeli, se pravi zdaj, a ne, ta božič, ki je bil po 17 letih pri nas bel božič. Že to ti pove, Alpe, ko so bile včasih čez celo zimo zasneženo po par metrov snega, letos 20-30 cm snega, tu rečemo avstrijske Alpe, na primer, ne. Jaz mislim, da se tudi pri tem vidi, da se pač snežna odeja z leti pri nas v Sloveniji nasplošno, a ne, manjša. Po zimi, se pravi, če bi celo zimo, a ne, koledarsko vzel, pa jo pustil od takrat do takrat, ko traja, a ne, pa pogledal statistično po zadnjih, rečemo, 50 letih, koliko je bilo snežne odeje, koliko dni je bilo dejansko belo, se pravi, da si imel vsaj, mislim, da tukaj da je belo, a ne, da je 1 cm oziroma 2 cm snega, pa če bi preštel dneve, bi videl, da se zdaj, a ne, to manjša, da je čedalje manj dnevov z snežno odejo. Ja, zakaj? Jaz mislim, da zato, ker pač 20 ali pa 30 let nazaj, a ne, po zimi si imel tisto stopinjo, ko smo prej govorila, da smo se zdaj mogoče segreli trenutno, a ne, tudi pri nas. Takrat je bilo 0, pa je snežilo, rečemo večkrat. Zdaj imaš pa 1 ali pa 2 stopinje plusa ob veliko situacijah, a ne, ko so padavine, pa dežuje, ali pa sam po hribih sneg, a ne. Takrat pa si imel -2 ali pa -3, pa je šel sneg povsod, tudi po nižinah, a ne. Ne pravim, da vedno, ampak več je bilo situacij, ko je bilo več snežne odeje, več dni je bilo belih, no. Statistično gledano. Zato že tu vidiš tudi, da mogoče res ni fajn, da se, a ne, segreva nasplošno. Pa je kje na drugem koncu sveta več snega? Verjetno, da ja. Zaradi tega. Mislim, imate tudi ta podatek? Ziher se bi najdel kjer od kolegov, ko bolj to spremljam, ampak jaz sam gledam že samo letošnje situacije za snegom, a ne, ki so se, oziroma lanskoletne, zdaj, kar je to zimo bilo, a ne, kaj so se dogajale, večino padavin je odneslo na Balkan, se pravi v Srbijo, v Bosno in Hercegovino, a ne pa na Hrvaško, kar se tiče snežne odeje. Mi smo bili pa v bistvu tukaj v Sloveniji, pa bolj severno Slovenijo, ko si gledal, pa Avstrijo, ne, Koroško Avstrijo, pa ful malo padavin, snežnih mislim, ne, se pravi ful malo snega. Se pravi, se je že tukaj malo južneje pomaknilo vse skupaj zdaj ob teh situacijah. Jaz ne pravim, to je eno leto gledati iz meteorološkega vidika, ne smeš, ti moraš gledati več let, ne. Sam mislim, da so odstopanja, no, taka, da se vidi, da se nekam to pomika.
da ti cikloni, ki prihajajo, da se zasidrajo bolj južno, kot pa so se prej, ne. Mi smo, rečemo, malo severne, ne, in ta ciklon, ki prinese sneg, je zdaj malenkost južne, mi smo na obrobju. Prej smo bili pa, rečemo, v sredini, ne, naprimer. Se pravi, če se malo pohecamo, lahko pričakujemo, da bomo imeli subtropsko podnebje, pa bomo banane začeli saditi. Čili celo leto. Čili celo leto. Ne, dejansko je to možno, no, da do leta, rečemo, 2040 ali pa 2050, da bo sneg v Sloveniji res redkost v nižinah, no. Upajmo, da ne, jaz, čeprav sem poštar, imam rad sneg. Kakšen imate pa vi v bistvu, zakaj ste se pa odcepili? V bistvu prej ste bili v eni organizaciji, potem ste bili v drugi, v bistvu, kakšna zgodba odzadaj? Nestrinjena pač med določenimi člani, vsak ima svoje poglede, na neki točki se je reklo, da ne bomo pač več sodelovali. Jaz sem se odločil, da sem šel za to skupino ljudi, ko je meni pomagala na začetku, a ne, ko sem spoznal enega kolega, da bom šel zraven njih, zaradi tega, ker mi je tudi on pomagal, da sem začel te začetke, kar se tiče sploh vremena, a ne pa fotografije. Dosti mi je pomagal, pa mi je razložil najprej preko Messengerja, pa tudi v živo me je vzel zraven na Chase, a ne, pa mi je začel pomagati, pa tako naprej. Pa so me vzeli pa za svojega, pa me je začel učiti. Kje so pa bila nestrinjena, če se lahko... Mislim, če niso take skrivne. Ob tem, ali se bo šlo za denar, pač, da bomo začeli delati, ne, da bi se začelo služiti, ne, da bi dobili kakšne sponzorje, pa spletno stran oglasi, gor, dol, ja, ne, pa take stvari pač. Pravi, v bistvu čisto tehnično, ne? Tehnično. Obstoj. Tako, obstoj. Pa cilji, dolgoročni cilji, a ne. Pa pogledi na, kako zalaufati, rečemo, neurje.si, pa takrat je bilo neurje, a ne. Do nesoglasij med določenimi člani je prišlo, pa so šli na razen. Mislim, tudi jaz sem šel pa za temi, tako pravim, ko sem jih bolj poznal. Vse, kak cilj pa imate vi zdaj v bistvu? Kakšna želja je? Kaj dosežete? Ja, da bi lahko, želja bi bila tako od vseh nas, no, upam, da govorim za vse, da bi lahko vsaj kak evro dobili kdaj v žepa, ne, da smo začeli delati nekaj na tem, da bi lahko, ne vem, ne bom rekel živeli, mislim, to je cilj, da bi lahko živel od tega, no. Sam jaz mislim, da je Slovenija tako mala, da zelo težko bi od tega res živel. Razen, če bi dobil prave mogoče partnerje, sponzorja, ne, kar nam je zdaj cilj, mogoče počasi tudi. Najprej moramo se zmeniti, kaj bomo predstavljali, a ne. Kaj je res cilj ljudem predstaviti, kak produkt mogoče tudi ven dati, nekako aplikacijo pa tako naprej. Ko bo pa to vse čisto do konca dorečeno, pa mislim, da je cilj, ja, da bi pač začeli lahko služiti od tega, ne, da bi lahko vsaj kak evro padel za bencin, ko hodimo na teren, ali pa, ne vem, za tehnično ekipo, ko se trudi, pa piše, pa objavlja, pa grafe dela, pa riše karte, a ne. Ker to gre res ogromno enega časa, našega časa, ko imamo vsi druge službe, a ne, da dejansko to furamo, bom rekel, kakor tukaj res profesionalno, kar se da že zdaj, a ne. Pa ste registrirani tako kak zavod ali pa kaj ta? Zdaj glih o tem se menimo, ali bomo šli v DO ali bo zavod, a ne, zaenkrat nimamo, imamo na popoldanski SP oziroma na SP imamo prijavljeno, ne. Zdaj v bistvu imamo sestanke, zdaj se je začeli nekaj dogajati v lanskem letu, v začetku drugega dela lanskega leta, no, se je začeli malo sestanki, a ne, pa to, da dorečemo res zdaj, kdo bo za kaj zadolžen, kaj nam je cilj, kaj hočemo na spletni strani imeti, ne, pa iskanje partnerjev, oziroma kaj bomo dejansko, od kje bi lahko zaslužili, ne. Ja, se v bistvu vsak sistem, ki je, ima svoje stroške, ne, se pač na koncu server ni zastonj, ne. Tako. Spletna stran ni zastonj. Ni zastonj, vse smo sami plačali. Tako da v bistvu kakorkoli obrneš, ne, sistem zahteva vsaj neke operativne stroške. Ja, mislim, sej nekje začneš, ja, potem pa vidiš, ne, kam dejansko lahko prideš, ne. V bistvu, jaz bi se ti zahvalil za tale klepet, no. Jaz sem v bistvu dobil veliko takih nekih, nikoli se nismo pogovarjala tako globoko o tem, in tudi jaz dostikrat malo izkoristim priložnost, pa se podučim o nečem, ko mogoče nimam čisto takega pogleda, ne, mogoče laičnega, tako kot si rekel, ne, tistega Jožeta iz, ja, pač, ko ne veš, ne, a veš, neke stvari definitivno imajo podlago za strokovnost, ne, nekatere stvari so pa res v bistvu čisto laične, ne, in je prav, da se te informacije grejo med ljudi. Ja. Jaz ti želim, da boš imel veliko fotografij. Hvala,
pa da boš še naprej tako strastno užival v tem, kar počneš. Hvala, tudi jaz sem z veseljem prišel, mislim, tudi meni se je fajn pogovarjati o nečem, kar rad delam itak. Tako da, če bo še kdaj hotel z veseljem, prijem na kako temo o tem. No, super. Mislim, ta platforma je narejena za to, da se pogovarjamo z entuziasti iz različnih področji in danes je bilo pač vreme. Fotografija. Super, z veseljem. Hvala ti. Hvala.